Živijo moje ime, Meta Groša, še enkrat moram povedati to za namen posnetka in danes se pogovarjamo o miselnosti in retoriki. Zdaj, en product placement za začetek, aktualna je moja knjiga Verjemi v svoj glas, ki je zdaj tam prejšnji mesec videla luč sveta in je že kar dobre odzive požela, tako da mi je všeč. Vam bom dala to vse v chat, če pa koga seveda zanima, da bi prišel trenirati z mano, je pa zdaj aktualen dogodek 17. junija, kick-off delavnica v Ljubljani v živo, tako, mi čakam, da se bodo te dogodki v živo vrnili, malo bolj na naš spored in bo v bistvu otvoritev moje prve spletne učilnice. Evo, ja. Tako da, toliko malo product placementu bom pa dala tudi vse noter v chat, da se boste lahko pogledali v miru. Kaj pa, še nekaj moram narediti, še par stvari, par pravil, da povem. Se pravi, družili se bomo zdaj med 2. pa med 16. uro, nekje 1 pa pol je planiran za pogovor, potem pa tudi še malo za vaša vprašanja in za chat. Dogodek bo sneman, tako da vas zelo lepo prosim, če prižgete kamere, da se vidimo, da smo res ta prava publika, ne, da je vsaj malo stika. Če seveda to pri vas ni možno, potem lahko poslušate, tudi ne bomo nič hudi. Se pa dogodek snema in jaz bom zdaj tukaj v chatu dodala en disclaimer, tako da boste vedeli, ker se bo tudi ta posnetek potem uporabil, če drugega ne, da se ga pošlje tistim, ki se niso mogli danes udeležiti. Tako da, ja, kaj naj rečem, ne, uspeh je v bistvu namen današnjega dogodka, ker uspeh ima toliko enih percepcij, toliko enih konotacij, toliko enih različnih načinov, kako si mi to zadevo predstavljamo. Ne. In jaz mislim, da je zelo velik del same predstave uspeha, zadovoljstva in uspeha je miselnost. Kako v bistvu razmišljamo. Ne. Ker če bomo razmišljali na fiksen način, ne bomo nikoli uspešni, a je tako, Daniela? Če bomo razmišljali pa mogoče bolj razvojni način, pa se zna zgoditi, da nam celo pride na pot. Ne. Tako da, evo, jaz bi najprej v bistvu povabila publiko, da prva govori, Daniela, še močkrat te bom pustila, ker tako smo se v bistvu tudi z Danielo zmenile, ker vedno je najbolj pomembna publika, ne. Evo, ampak vidim, da vas ne vidim, da kamer nimate toliko vklopljenih, no pa dajmo vsem probati, ker imam takole eno stvar pripravljeno. Evo, najprej se bomo šli eno igrico in sicer, takole se bomo šli, ne, jaz vam bom zastavila eno vprašanje in boste vsi vtipkali v chat vaš odgovor, ampak ne boste takoj pritisnili že pošli, ne. Bomo najprej takole, ne, ker boste natipkali vaš odgovor, boste dali roke takole gor, ok? Lahko malo migate s prsti, če se vam zdi to luštno, meni se zdi to zmer luštno, in takole roke gor, in pa, ko bomo imeli vsi roke gor, bomo pritisnili hkrati stisni, ne, se pravi pošli, ok? Zmenjeni. No, povejte mi, kaj se vam je danes pozitivnega, lepega, uspešnega zgodilo? Evo. Gremo, chat. Da vidim tole. Kaj ne rečem? Lahko tudi več odgovor kot en. Vidim, ja, rokice so, še malo, ok, zdaj tisti, ki vas vidim, imate roke gor, tako da lahko pritisnemo kar enter. Ok, no pa da vidimo, vidim, da se je Daniela pogovarjala s kolegom iz Nepala, s katerim sta skupaj osvojila vrhove Himalaje, prijetna jutranja kava, evo, to super, danes je bilo res prijetno jutro. Evo, dogovor za predvajanje koncerta Galusov oder izbranih na TV vaš kanal. Evo, super, bravo Tomaž, da vidim, kaj še sonce, Natalija Tomaž, čisto danes je res to klepo sonce in take stvari je treba ceniti.
Helena Mah spoznala novo prodorno osebo. Ja, to je srednja fina. Novo poznanstva. Današnje srečanje, ja, hvala lepa. Matej Miklavec, kalamari, evo, super. Zdaj vemo, kaj se jedo za kosilo. Koliko lepih stvari se nam dogaja. Tenis, Luka, super, in nov kontakt Headhunterja. Zdaj je to verjetno kakšna nova priložnost za vas, super. Certifikat licence za Matija, bravo, to je nepremičninska licenca, ne? Tako da ja, če boste kaj iskali, Matija Benca je za vas tukaj, vam lahko pomaga. Buzz sirup, ajda, bravo, dobro. Lidija, dogovor o sodelovanju, evo, novi posli, nove poznanstva, lepo jutro in zanimiv pogovor. Ja, evo, in ja, jaz sem tudi rekla Sonček, ne, tako da pa pri meni še za en scenarij. Krasen, evo, še lepih stvari se nam dogaja, tako da super, smo že začeli z našo miselnostjo. Daniela, zdaj pa kar pozivam tebe k besedi. Dej nam ti povej. Obstajata dva uma. Ne? Eden je fiksen in eden je razvojen. Dej mi ti povej rastoč, ne? Dej mi ti povej definicijo. Prosim. Ja, hvala, Meta. Ja, skratka, verjetno imamo še več umov, ampak recimo, da bomo tokrat govorili samo o dveh. Že sam fiksni seveda pove, ne, da dejansko se nekje ustavimo v načinu razmišljanja. Mogoče naj še dodam k temu, da Meta prej si rekla, da če imamo fiksni ne moremo uspeti. To bi korigirala, ker vsekakor lahko tudi uspemo s fiksnim umom. Je pa dejstvo, da v bistvu nas prvi neuspeh pravzaprav vrže iz tira in to lahko tako močno, da dejansko nikoli več potem ne doživimo uspeha. Skratka, uspeh je tudi na ta način, uspeh gledam kot pač nek proces. In v bistvu značilnost miselnega uma je ravno to, v bistvu, da dejansko na uspeh gleda kot na proces učenja praktično. Medtem ko fiksni nekako stavi na svoje naravne talente. In ljudje, ki imajo ki v bistvu neke naravne talente, jaz sem prepričana, da jih pravzaprav imamo vsi, ampak da jih je treba najti, negovati in potem seveda tudi delati na njih. Ampak ljudje, ki so ujeti recimo v ta fiksni v bistvu dejansko verjamejo, da bojo vse v življenju, vse uspehe dosegali, vse, kar bojo karkoli kdaj naredili, samo na račun svojih talentov. In da ti talenti bodo celo še pri njih rasli, ampak temu ni tako. V bistvu v mojem podjetju, ki se imenuje tudi Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov, dejansko to dobro vemo. Tako da je ogromno ljudi, ki so izkazovali določene talente, kasneje pravzaprav ni bilo uspešnih ali celo veliko manj uspešnih kot od nekoga, ki tega nismo na nek način pričakovali, ki ni kazal nekih talentov, recimo v mladosti ali pa v bistvu celo v otroštvu. In to nas pravzaprav to razlikuje. V bistvu fiksnem umu, torej ljudje nekako menijo, da trud ni v bistvu na nek način se ne spodobi za talentirane ljudi, da bi se trudili, če smem tako reči, medtem ko razvojna miselnost točno da to stavi. V bistvu, ja, danes tega še ne znam, to da, če bom nekaj vložil v to, bom nekaj pogledal, se bom naučil, bom jutri znal. Tako da to je glavna razlika, da verjamemo, da nam bo uspelo. In recimo obstaja tudi en tak mini vprašalnik, s katerim lahko s pomočjo 8 trditev preverite, kje ste na v bistvu premici fiksnega ali pa razmišljajočega oziroma razvojnega uma. Je čisto odvisno, kako verjamete v svoje talente. Verjamete recimo, da se da tudi intelektualni kapital pravzaprav povečati skozi leta. Če bi to vprašali vaše babice, bi rekli nikakor ne. Če bi vprašali tudi mogoče sebe, nekateri še danes ne verjamejo. Takšen inteligenčni kvocient, kot imaš, takšen ti ostane celo življenje, z leti pa če celo malo upada, pravijo. Tisti, ki v bistvu fiksno razmišljajo. Ampak to ni res. V bistvu mišice, veste, možgani so kot mišica, pravzaprav, srce je tudi mišica. In možgane je treba trenirati. In s tem, ko treniramo svoje možgane, treniramo tudi v bistvu Mogoče da se vrnem, kar se tiče te primerjave, vsi imamo verjetno kakšno izkušnjo z otroci. Če pa ne, imamo pa recimo v šoli, z učitelji kot mi, ki smo pač bili v šoli. In zelo zanimivo je, to je sicer poskus in eksperiment Carol Dweck, ki je raziskovala v bistvu otroke v osnovni šoli. In sicer je z določenimi psihološkimi testi preverjali, ali imajo fiksni ali imajo pač razvojni
In potem jih je spremljala še 2 leti naprej, ne, v srednji šoli. In je ugotovila, da tisti, ki so imeli razvojni so dejansko v bistvu bili veliko bolj uspešni, kot pa tisti, ki pa so imeli fiksni Srednja šola postane malo težja kot osnovna šola, ne. Nismo več, niso samo uspehi več, kdaj tudi kakšen neuspeh. No, in na tej podlagi ugotovila, da dejansko otroci, ki so bili nekako ujeti v ta fiksni so se teh neuspehov tako silno bali, da dejansko v bistvu so se izogibali vsem možnostim, ki bi mogoče, kjer bi lahko doživeli neuspeh. Ampak če se izognemo vsem možnostim, ker bi lahko doživeli neuspeh, se pravzaprav odpovemo učenju. In to je bil problem, pri fiksnem medtem ko razvojni oni so pa raziskovali, v bistvu samega sebe, tudi skozi to pa, da so kdaj dobili slabšo oceno, tudi kdaj mogoče, na račun kakšnega novega spoznanja, ko si ga želeli, celo špricali šolo, zdaj malo karikiram, ampak tudi to, je v bistvu neko tveganje, večjo tveganje so uspeli v bistvu prevzemati. Tako da, in hkrati nikoli se niso zadovoljili s tem, da to, kar so tisti hip, ampak so vedno raziskovali, kaj lahko naredijo še bolje, kako so lahko še boljši v določeni stvari. To pa dejansko za otroke, recimo pa tudi seveda potem za odrasle, ujete v fiksni dejansko ni, priložnost. Oni pa želijo potrditi obstoječe talente. In ker se jih tako želijo potrditi, neke potrditve, jaz sem dober, jaz imam naravni talent, enostavno se izogibajo vsem v bistvu nalogam, priložnostim, ker bi lahko doživeli neuspeh. Pravzaprav gre, veste, razlika med fiksnim pa v bistvu razvojnim je predvsem tudi v tem, kako gledamo na neuspehe. Jaz vedno rada rečem, neuspeh je del življenja, tako kot je tudi uspeh del življenja. In če se s to trditvijo strinjate, dejansko v bistvu tudi neuspeh pravzaprav učenje, nič drugega ne more biti kot učenje. In z neuspehom se vedno več naučimo, kot pa z uspehom. Seveda, če si to želimo, pa če se sploh izpostavimo kdaj neuspehu. Jasno, neuspehi vse bolijo, tudi tiste z razvojnim ne samo s fiksnim, vendar po drugi strani je pa dejstvo, da v bistvu ti, ki s fiksnim se potem zaprejo, ne preskušajo več, medtem ko mogoče ljudi z razvojnim pa dejansko to šele požene, v nove akcije, in grejo, premalo sem naredil, recimo, Tudi mogoče, da še omenim še en poskus, ko tudi izvira več ali manj iz raziskav oziroma eksperimentov. Recimo, ko so zelo pomembno, za kar ali hvalimo ali konstruktivno podajamo povratno informacijo, kot radi rečemo. In naredili so zelo transparenten poskus in so pač določene dijake, oziroma študenti so že bili na določenem testu, so eno skupino pohvalili na sistem, so rekli, wow, 80 točk, recimo si dobil, super, to si res si dobro naredil, In drugo skupino so pa pravzaprav, prvi del je bil popolnoma enak, samo na koncu so dodali, si se moral pa res veliko učiti in potruditi, za te točke. Samo ta razlika je bila, Tako da neke vrste argumentirana, pohvala, na drugi strani pa neargumentirana pohvala, ki v bistvu deluje tako, kot da hvali res naravne talente. No, in skazalo se kasneje, da v bistvu, ko so postale naloge težje, je druga skupina, ker pač smo pohvalili trud, ne pa talent, dejansko je dosegala veliko boljše rezultate, kot pa ta prva skupina. Ja? In še celo nekaj drugega se je zgodilo, eksperiment se še nadaljuje, In sicer so potem prosili te ljudi, v bistvu obe skupini, da na list papirja napišejo, koliko točk so dosegli, in hkrati v bistvu napišejo še vprašanja, ali pa dileme, ki so jih imeli pri reševanju testa, in vse to so poslali potem eni drugi skupini študentov z namenom, da bi jim malo pomagali. In zelo zanimivo je bilo to, da se je zgodilo, da je skupina s fiksnim načinom razmišljanja pravzaprav prikrojila število točk, Vsi so napisali, da so dobili na testu malo več točk, kot so jih dejansko dobili, Tako da celo malo so se zlagali, da bi v končni fazi potrdili svoje talente. Tako da, to se kar za zamisliti, zdaj se smešno sliši, ampak dejansko celo na nek način smo jih navadili s tem lagati, ko smo hvalili njihove naravne talente. Tako da tudi v podjetjih vidimo enako, pohvaliti je treba trud, predvsem to, trud pa v bistvu delo, ki je v nekaj vloženo, ker slej ko prej, veste, ko nekdo nekaj dela in deluje v določeni smeri, v bistvu pride tudi do rezultatov, Če pa nič ne delujemo, nam pa talenti tudi ne morejo pomagati, da karkoli naredimo. Tako na kratko, tako.
Dala si dobro istočnico tukaj, ne, v bistvu na pač, a je uspeh oziroma neuspeh, ne, neka stvar identitete, stvar pač, kako ti dojemaš samega sebe, ali je to v bistvu stvar okolja in pa trenutnega vedenja, ne, ki pač ga počneš, to pomeni, se učiš, se trudiš, vztrajaš, recimo, imaš neko potrpljenje, ne, in tako naprej. Ker se mi zdi, da dostikrat tako je ravno v tem ta razlika, ne, tudi od zunaj dobimo take informacije. Zdaj si omenila, recimo, kako vodja svojega zaposlenega, recimo, motivira, da pohvali njegov trud, ne. Se pravi, da pohvali tisto vedenje, ki je pripeljalo do tja, kjer so bili določeni uspehi oziroma neuspehi, ne. Ali pa mogoče mama pa otroka oziroma oče in svojega otroka, ne. Ali mu reče, ne vem, stele sem zmeram čisto jezna, se spomnim pri nas, ne, tako, kdaj bom rekla, ali moja mama ali pa tašča, pa kdo reče, ja, ne vem, otrok dobi petko, smo zrihtali, ne, reče, ne smo, ne mi. Jaz vedno rečem tako, čakaj, ne, treba njega pohvaliti, ne, učil si se, ti si jo pridobil, ne, ti si bil tisti, ki si v bistvu zdaj s svojim trudom prinesel to oceno domov, ne mi, ki smo te samo tukaj gledali, ne. Tako da ja, kaj praviš na to, v bistvu stvar identitete, stvar vedenja, ne? V bistvu pri razvoju miselnosti oziroma v bistvu miselnosti rasti, kot je tudi rečemo, je zelo pomembna vzgoja in okolje, ne, kjer smo odraščali. V bistvu pomembni drugi, kakšen zgled so nam dali, kako so z nami komunicirali, na kakšen način. Zdaj si dobro omenila, ne, smo dobili petko, ne. S tem dejansko bi jaz rekla, da užalite otroka, ne. Smo dobili petko, ne. Ti si dobil petko, če si seveda sam delal, ne, to je drugo, ne, če si sam delal. Jaz velikokrat tudi slišim, pač mi ljudje rečejo, joj, ne, danes popoldan bo nas pa spet čaka domača naloga, spet bomo morali delati domačo nalogo. Kako, ne? V bistvu, ali pa celo tvojemu otroku rečejo, ne, pojdi, greva dela domačo nalogo. Kako greva? Ti greš dela domačo nalogo, ne midva, ne. Pa je tisto, kar rečejo, veš, kako je uspeh se socializira, neuspeh se individualizira, ne, a veš. Ja, tako, ampak ni ravno, ne, v tem tako. Skratka, otroka lahko že zelo zgodaj potiskamo v razvojno miselnost. To je veliko odvisno od vzgoje, ne, in seveda od ljudi, ki ga obkrožajo, predvsem tudi od učiteljev, ne, kako ga spodbujajo. Mislim, da so učitelji še celo pomembnejša figura, kar se tiče šolskega uspeha, kot pa starši. Zato, ker lahko so učitelji, a veste, taki, da rečejo, ne, ti pa nimaš talenta za to, ne, in na nek način v tem smislu in grejo naprej v tebe. To se meni osebno zgodilo, zato sem se tega primera spomnila, bom kar konkretna, ne. Dejansko pri likovnem pouku mi je učiteljica enkrat rekla, še zdaj se spomnim te izjave, potem veste, kako to deluje, ne. V bistvu mi je rekla, joj, ne, ne vem, kaj smo že risali, se sploh ne spomnim, joj, a veš, ko je pa Bog hodil okrog z vrečo s talenti, je pa zelo mimo tvoje ulice verjetno šel, ne. Tako da, jaz kaj tazga kot učitelj nikoli v življenju ne bi rekla, ne, ampak to so bili verjetno učitelji še onega starega kova, ne, tako da, kakorkoli, ampak dejansko sem dobila blazen odpor, ne, takrat sem dobila res blazen odpor, namesto da bi rekla, lej, tole si dobro naredila, kaj pa lahko še tlele narediš, skratka me spodbujala, ne, da lahko še izboljšam svoj izdelek, ja. Tako da... Ja, se mi zdi, da tudi talent je bil še pred časom, tudi jaz sem v bistvu tem gor zrasla, no, tako da je bil zelo precenjen, no. Da smo nekako, ti si za to ali pa nisi za to, ne. Si za matematiko, nisi za slovenščino, ne, pač recimo, ne, ker zdaj sem me spomnila na mojo učiteljico slovenskega jezika, ne, pač jaz vejce za Boga mi ne znam postaviti, pa še danes je ne znam, ampak se prav spomnim tudi jaz njene izjave, da pač jaz pa pisatelj pa že nikoli ne bom, ne. Ker to pa sem že od nekdaj skozi pisala in evo, in mislim, da tako včasih prav pomislim na druga knjiga, a veš, ne. Ja, zdaj pa imaš, ne, a vidiš zdaj učiteljica, ne, ampak ja, se mi zdi, da to je tisto, ne, ko se ali štartaš z nečem v mislih, da bi naj mogel ti kar že vse vedeti, ne. Tako veš, včasih mislim, da fiksni gleda uspeh kot nekaj, kar boš šele dosegel čez nekaj časa, mogoče razvojni pa nekaj, kar se ves čas razvija in spreminja in bolj fluidno v nekem tem smislu, ne, kaj ti praviš?
Predvsem moraš biti odprt, no, za vse v bistvu možnosti, ne. Odprt v smislu, da si dopuščaš, da se pa lahko tebi vse zgodi, ne. V bistvu vsak izmed nas je lahko v bistvu predsednik Združenih držav Amerike, ne, tako moramo razmišljati. In to je razvojni ne, v bistvu, da si pustimo vse odprte poti, da se ne zapremo, ne, reči to pa ne, tega pa jaz ne bom, tega pa nikakor ni možno, ne. Tako da, to se mi zdi zelo pomembno, ne. Potem pa seveda, ko pa, ne, pa tudi delovati je treba, ne samo imeti misli odprte, ampak tudi delovati potem seveda v tej določeni smeri. Mogoče, ko si prej omenila, ne, da so ti rekli, nikoli ne boš pisateljica. Moram pa jaz, recimo, da se spomnim pa svojega očeta, kako me je pri tem spodbujal, ne, pa mogoče bo kdo dobil še idejo, kako lahko svoje otroke spodbudi k temu. Jaz sem imela recimo tudi kar precej strahu pred pisanjem spisov, ne. Sem rekla, to pa ni zame, ne, to kako, kaj sploh hoče od mene, nikoli mi ni bilo jasno, ne, pri teh esejih. In oče moj je pa v bistvu zelo dobro pisal, ker je tudi igral malo v gledališču, skratka je bil kar nadarjen za te stvari. In pol sem ga seveda najprej prosila, sem rekla, daj mi ti napiši spis, ne, tako po liniji najmanjšega odpora. In rekel, veš kaj, prvi spis ti napisal, drugega pa nikoli več, ne, da ti pomagam, ne, kako se spisi pišejo. Ja, in pol seveda sem se še mučila še malo naprej, pa nikoli nisem bila zadovoljna in potem je enkrat prišel do mene pa je rekel, veš kaj, pa daj ti poveži, ne, daj ti napiši nek spis v nečem, kar te zanima, ne. Zdaj, če te ravno ne zanima, ne, neka zgodovinska osebnost, o kateri moraš pisati v osnovni šoli, pa daj nekaj drugega najprej napiši, ne. In takrat v bistvu se veste, kaj je zgodilo, ne, mene je zelo zanimala v otroštvu znanstvena fantastika, ne, sem si predstavljala svoje zgodbe, kaj se bo dogajalo v vesolju in tako naprej. In sem napisala res prvo zgodbo, čisto izmišljeno seveda o znanstveni fantastiki, kakor sem jaz takrat videla, in sem jo poslala v še takratno revijo Zabavnik. In so jo objavili, brez da bi karkoli bilo treba popraviti, ne. In sem rekla, to je to, ne, pišeš o tistem, kar želiš pisati, ne. In potem, ne, povežeš torej, ne, v bistvu neko idejo ali pa nalogo, ki ni prav lahka na začetku, z interesi, ne. To se da, to je ena taka fajn tehnika, no, da v bistvu, ne, mojstrite v eni stvari, tako da drugače pa predvsem je treba imeti odprt, pa dejansko razmišljati, da je vse mogoče. Mogoče še en štos povem, ne, mislim štos, saj v bistvu dejansko govori o razvojnem umu, ne. Vsi verjetno poznate že to zgodbico, se parkrat je že verjetno zaokrožila okrog, ampak kakorkoli. V bistvu babica pride na rojstni dan svoje nečakinje, ne, babica je imela tam že krepko čez 80 let, ne, in jasno se ni ujela več v družbo, ne, najmlajših in potem je malo hodila po sobi gor in dol in zagleda klavir, ne, in rekel, se usede za klavir, dvigne pokrov, ne, začne malo drseti po tipkah, ne, in zraven pride v bistvu en gospod, ne, in tako malo posmehljivo reče, gospa babica, ne, a vi znate igrati, ne, in ga tako globoko pogleda v oči in pravi, ne vem še nikoli nisem poskusila. Tako da tudi to nekaj pove, ne, v smislu, ne, poskušati je treba, tudi stvari, za katere mislite, da nikakor vam ne bodo šle, ne, saj ne morete vedeti, dokler ne poskusite. Ja, to je, ko si ti rekla, ko so se pripravljale na današnjo debato, se pravi, ne da rečeš ne znam, ampak da dodaš ne znam še. Ne znam še, tako, zelo pomembna, ne, figura v retoriki, dve črke skupaj še. Treba se ostati za kanček v bistvu pri neuspehu, ne, ker v bistvu zanimivo je tudi glede na Slovence in pa če veliko primerjam v bistvu naš način delovanja iz recimo anglosaksonskim, bolj ameriškim in tako naprej, ne, različno dojemanje neuspeha, čist pod črto, ne, se pravi, neuspeh kot nekaj, kar je strašno kritizirano, oziroma ne, se mi zdi, da imamo en tak strah Slovenci pred neuspehom, ne. Dočim recimo Američani, in boš povedala eno zgodbico, ne, ker se je tudi zgodila eno znano Slovencu v Ameriki, to bi te povabila, če bi delila z nami, no, pa dojemajo neuspeh kot nekaj, kar nujno rabiš v življenju, zato da si se nekaj naučil, ne. Ja, res je, danes sicer že vsi vemo, da se z neuspehov več naučimo kot iz uspehov, ne, to je dejstvo, ampak je treba seveda tudi zdržati, ne, v tej smeri. Zdaj, če povem to zgodbico o neuspehu, ja, v bistvu kolega, no, katerega mogoče poznate, ne bom ga omenjala z besedo oziroma z imenom, je bil povabljen v Silicijevo dolino, ne, kot pač eden izmed strokovnjakov slovenskih, ki bi lahko tam deloval.
in je prišel na prvi pogovor in tam seveda poleg drugih vprašanj so ga vprašali tudi, kaj pa je vaš največji neuspeh v življenju, ne. In kolega se v tistem času, ne, v bistvu res ni mogel spomniti nobenega neuspeha, ne. Vajen, ne, prišel v Slovenijo, ker moraš v neuspehih molčati, ne, je tudi tam modro molčal o neuspehih. In na koncu, ne, so ga sicer poslušali in na koncu so mu rekli, veste kaj, ne, gospod ta pa ta, pridite nazaj ponovno, ko boste že doživeli kakšen neuspeh, ne, so ga dobesedno odslovili, ne. Tako da je bila kar poučna zgodba, moram reči, ne, tako da govori pa tudi o tem, da Slovenci smo dejansko precej skrivamo neuspehe, že sami po sebi. Verjetno tudi zato, ker pač smo v tem bolj kritično, ne, na nek način razmišljamo oziroma za moj okus celo preveč kritični do sebe, premalo prizanesljivi do sebe, a ne. In potem tudi tako verjetno sodimo druge, no, kakorkoli, ampak dejstvo je, da neuspeh je del življenja, to si je treba zapomniti, a ne. Saj podobno je tudi s konflikti, Slovenci ful radi skrivamo konflikte in rečemo, ne, sosedje ne smejo slišati, kako se pri nas kregamo. Zakaj ne? To je del življenja, ne, v končni fazi. In tudi del rasti s tem, ne. Tako da v Ameriki me je pa presenetilo pravzaprav, no, si tudi sami, ne, lahko sledite ali pa vidite, da ta kultura pa dejansko v bistvu ni nič hudega, če kdaj pa kdaj tudi padeš, ne. Se potem celo, ne, lahko še zavihtiš višje kot prej, ne, praviloma, ne, saj tako oni to dojemajo, ne. Tako da pri nas pa moram reči, no, da tudi politiki sploh, no, ampak predvsem podjetništvo, ne, bomo zdaj govorila, dejansko, če je nekdo v bistvu recimo, ne, ni bil prav uspešen, ni dobil niti, mu okolje ni dalo nove priložnosti, ne, da bi lahko v bistvu ta neuspeh v bistvu popravil ali pa štartal na novo, tako rekoč. Tako da to je razlika, ampak mislim, da se v danem času tudi spreminja, ker nas pa startup scena uči, a ne, da v bistvu treba tudi večkrat poskusiti, a ne, drugače pač ne gre, a ne. Ja, tam so bolj v ospredju te iteracije, ne, in v bistvu pač druga logika, agilna, ne, zdaj to agilno upravljanje, agilno razmišljanje, agilno je pač po vseh platformah, se mi zdi, da v našem umu oziroma miselnost naj bi ostala malo bolj agilna, ne. Pač in agilni način načrtovanja že sam po sebi ne bi bil tako, tukaj so moje želje in tukaj so cilji in zdaj narišem ravno črto do tja, ne. Ampak v bistvu je to gor in dol in bolj gor in dol, ne, in hribi in doline in sponi in paci in ves čas se nam to dogaja, ne. In jaz moram reči, da tako več, ko vem o tej miselnosti, bolj se zavedam svojega fiksnega stanja, tako da se mi zdi, da še nisem premaknila čisto vseh slajderjev proti razvojni, ne. Ampak ja, kadar doživiš nek tak neuspeh, sej, a veš, a bi sploh temu bilo prav reči neuspeh, ker če govoriva zdaj o povratni informaciji, ne, samemu sebi ali pa drugim, kje vidiš priložnost za izboljšavo, ne? Kaj bi naslednjič naredil drugače, če bi še enkrat ponovil, ne? Ker, ne, kaj je bilo pa narobe, kaj ti pa ni bilo všeč, vprašamo, ne, mislim, ne, meni je tako zanimivo, ko recimo v Londonu, ki sem jaz bila, ne, sem to prav opazila, sploh povratno informacijo, ne, zdaj te bom prav vprašala po povratni informaciji, in sem v bistvu videla, da, ne vem, smo se pogovarjali, bil je en govorc, recimo, ne, pa smo se malo kolegi pogovarjali, kako si pa kaj zdel, ne, imel 2 uri, recimo, nek pitch, kako si pa kaj zdel, in zdaj, Slovenci smo nujno povedali 3 stvari, ki nam niso bile všeč. Ne, takoj smo začeli, takoj smo navalili. Kaj pa vem, se mi zdi na začetku, da se je malo lomil, no, pa pol se je pol ujel, pa pol mogoče tam vmes mi tudi ni bilo všeč, ne, ampak vse pol je bilo na začetku, pa na koncu redo, vse pa nekako pridemo do tiste pozitivne, ne, na koncu, ampak začnemo zmeraj s tistim, kar nam ni bilo všeč. Začem recimo, kakšne tujce sem pa opazvala in so povedali 3 stvari, ki so jim bile, včasih kakšnega si mogel toliko daleč vrtati, da ti je povedal, kaj mu pa ni prav, ne. Tako, v debati to ni okej. Včasih to primerjam recimo s kakšnim PR-om za hollywoodske filme, ker če gledaš recimo to same superlative, vsi so super, igralci so bili the best, režiser je krasen, mislim, najbolj so se imeli na snemanju tega filma, to ni bilo nobenega drugega dogodka bolj, ne, mislim, to je vse super in pa sem tako prav včasih razmišljala, čisto tipično slovensko, ne, to je vse sam PR, ne. To ni nič res. Zdaj pa bolj verjamem, da gre za način razmišljanja, pristop. Zadeva. A imaš ti tak tak način mišljenja, da boš zvrtel pozitivno stvar, da boš
najdel optimizem, da boš videl, kaj je bilo dobro, ne? Ali v današnjem dnevu, ali pri projektu, ali pri sodelovanju, ali pri človeku, da vedno najdeš tisto, kaj je bilo dobro. Ne? In to je način razmišljanja, se mi zdi, no? Da ga moramo Slovenci malo bolj posvojiti. Ja, zagotovo gre za način razmišljanja, ne? Ampak jaz ne bi bila tako v bistvu, bom rekla, ozko v smislu, da gre samo za pozitivno razmišljanje, ne? V tem smislu. Pozitivno je tako že majčkeno fake, ne, postalo, ne, ker ga ne razumemo prav dobro. Prvič, še enkrat ponovila, pustimo se res odprti prostor, ne? Po drugi strani pa tisto, kar jaz razumem pod pozitivno razmišljanje, je, da predvsem razmišljamo o stvareh, področjih, talentih, kakorkoli želite, na katerih smo močni. Da razmišljamo o svojih prednostih, ne pa toliko o svojih slabostih. Tako se začne graditi, ne, v bistvu razvojni Vsak ima določene prednosti, vsak ima seveda tudi določene slabosti. Kvantna fizika nas tudi že sedaj, ne, v bistvu potiska kar globoko v ta spoznanja, da v bistvu dejansko, ne, če razmišljaš o tem, kaj želiš, ne, boš to dobil, ne. Zdaj pa kaj, o čem boste razmišljali? O uspehu ali o neuspehu, ne? Ali boste razmišljali o svojih slabostih ali boste razmišljali o svojih prednostih? Tule bi recimo poudarila, razmišljaš o slabostih na način, da so tukaj priložnosti za izboljšavo, ne. Tako, ne. Ja. Kvantna fizika pravi tako, ne, da dejansko, če razmišljamo o prednostih, recimo, ne, oziroma, ne, če posplošimo, če razmišljamo bolj v pozitivno smer, dejansko, ne, tudi pozitivno najdemo, ne. Če razmišljamo v nasprotno smer, bomo tudi tisto našli, ne. V bistvu dobimo tisto, kar iščemo, ne, v čemer razmišljamo, drugače rečeno, ne. In dejansko, če si sebi govorimo, ne, da smo, recimo, da nam ne bo uspelo, potem zares ne bo uspelo, ne. Če pa rečemo, bo nam uspelo, a to, da moram še izboljšati to pa to, potem je pa to čisto druga zgodba, ne. S tem si potem odpiramo vrata. Veste, misel je vibracija, ne. Lahko si jo predstavljate kot neke besede, ki si sami v sebi govorite, ampak ima svojo vibracijo, ja. Je zelo pomembno. Recimo, zagotovo vsak izmed vas je že kdaj, ne, razmišljal, kaj bi šlo, toliko časa se že nisem, recimo, z Lidijo videla, ne, Lidija, a greva na kavo, ne, tako si v mislih govorite, recimo, ne. In Lidija vas pokliče, ne, čez par minut, ne. To se pravi, da misel prišla do nje. To se je sigurno vsakemu zgodilo, ne, priznali to ali pa ne, ali pa kaj podobnega, ne. Tako da, v bistvu, ne, misel je, jaz pravim, ne, v bistvu vibracija, ki prikliče energijo stvari, o kateri mislite, ne. Zdaj pa res pozor, o čem razmišljate, ne, o prihodnosti ali o nekih travmah iz preteklosti, recimo, ne. Tako da sigurno, ko imaš kakšen neuspeh in začneš v bistvu na negativen način samo sebi podajati povratno informacijo na ta neuspeh, ne. Meni se vedno to zgodi, jaz sem pač, ne vem kaj, trud, sorte, ne, a veš, in potem se ti zgodi še en neuspeh in še en neuspeh in še en skensla kavo in še en večerjo in še en naslednji jutr, mislim, a veš, tenis. Se pravi, v bistvu se kar kaskadno, ne, ta vibracija gre tja, ne. Daj povej mi, recimo, tvoj nasvet glede povratne informacije samemu sebi, kako strukturirati zadevo, recimo, da je tudi pri neuspehu, se pravi, optimistična, no. V bistvu jaz se najprej vprašam, no, da dejansko, neuspeh si najprej razdelim, ne, bom rekla, si ga analiziram. Ni vedno samo neuspeh. Vsaki stvari, ki jo naredite, zagotovo tudi ste kaj dobro naredili. Prvič je to treba se zavedati, ne. Tako da tudi, ko govorimo o rezultatih, ne, rezultat je lahko tudi, ne, pozitivna nula, recimo, ne, če govorimo o financah. Lahko je rezultat tudi število novih strank pa minus na računu, ne. Skratka, treba je iz prave zornega kota pogledati na rezultat, ne. Ne morete čez noč doseči nekih hudih rezultatov, ne. Postopno, ne, kaj sploh je rezultat, potem pa tisti del neuspeha pa vedno seciram, ne, kaj se lahko iz tega naučim, ne. Ja. Potem, če, ne, se me preveč dotakne, včasih se nas neuspeh tudi preveč dotakne, ne toliko, koliko bi si želeli, a ne, si rečem, kako bi dejansko, ne, recimo moj idol, moj zgled, nekdo, ki ga pač recimo spoštujem, ne, v svoji biznisu, kjerkoli že, kako bi on gledal na ta neuspeh, kaj bi se on naučil iz tega, skratka, ne, se mogoče še s kom pogovorim, ne, tole pa tole, ne, mogoče, ne, saj smo vsi kovči več ali manj, ne, s kovči zelo pomagajo, ne, tukaj lahko prepoznati, ne, kako potem naprej, ne, ampak vselej, ne iskati vzroke pretirano, ne se ukvarjati pretirano z vzroki neuspeha, to bi posebej poudarila, ne, vzroke lahko mi iščemo 5 let, ne, pa nismo čisto prepričani, ali so pravi ali ne, pa tudi svet se tako hitro spreminja, da naslednjič ne bo isti vzrok za neuspeh, definitivno, ne, tako da glejte, kako v bistvu dejansko naprej, ne, kako naprej, kaj recimo, ne, bo
okolje jutri, ne, v bistvu od vas potrebovalo in v bistvu vzemite tisto, kar je bilo dobro iz preteklega neuspeha recimo in dogradite, ne, v bistvu tisto, kar dejansko ni bilo dobro. No, tako da pretežno, a veste, to je ta premica časovna, ne, mi se preveč ukvarjamo s preteklostjo, pa premalo sedanjostjo in prihodnostjo, ne, tako da. Prav, če povzamem, v bistvu vedno razdeliti, pač kaj je šlo dobro, pa kaj bi naslednjič lahko naredili drugače, ne, za prihodnost, ne, v tem smislu ta dva. Jaz tudi v svoji knjigi opisujem, v bistvu, kako sem jaz tudi svojemu notranjemu kritiku dodala še nekaj zelo pomembnega, ki se mi zdi izjemno pomembno za retoriko pri miselnosti. No. In to je, s kakšno barvo glasu sami s sabo komuniciramo, ko se pogovarjamo o neuspehu, ko se pogovarjamo o neuspehu. In ta del se mi zdi predvsem pomemben, zato ker sem ugotovila, da veliko ljudi, tudi sploh takole, ko pridejo na coaching in tako naprej, da znamo ali z eno ali pa z drugo ali pa s tretjo emocijo takrat delovati. Ne. Recimo, da smo jezni sami nase in potem v notranjem dialogu tudi ta jeza pride do izraza, ne, in ima ta ton, to barvo ima, ne, naš notranji dialog. Ne. In je zelo pomembno, da v bistvu spremenimo v spoštljivo barvo. Ne glede na to, s katero emocijo se pogovarjamo tisti trenutek sami s sabo, da vedno poskrbimo, da je povratna informacija, ki jo damo sami sebi, sploh glede neuspeha, da je v spoštljivi tonaliteti. In jaz sem se v bistvu, prav, ko sem to sama na sebi eksperimente počela, ne, sem se prav hecala, ker sem si tako nadela še celo kakšne take nadimke in sem si pa rekla, častitljiva, dovolite mi, da vam glede na projekt vrnem povratno informacijo, zelo sem ponosna na ta del vašega projekta. Ne. In sem si tako, vaša visokost, ne, vam lahko prosim trenutek vzamem, da vam podam povratno informacijo na tale razplet dogodkov, ne, ki je šel malce drugače, kot smo predvidevali. Vse se mogoče hecno sliši, ko ima humorja, ne, ampak meni je pomagalo, recimo, pač, ker je bila ena taka velika sprememba. Ne. Tako da pač res drži še to. Pa sem sicer s časom opustila častitljiva in pa viskost in tako naprej. Ne, prosim tako klicati, ko me vidite. Ampak ja, je pa res veliko spremembo naredila, tudi pri meni, pa tudi pri kakšnemu drugemu, ki sem pa tudi probala to tehniko s kakšnimi klienti, no, pa je super deluje. Ja, jaz sem še začeti zdaj eno vprašanje za vas. Torej, ne, zdaj, ko veste, da je treba zadevo razdeliti na tisto, kar je bilo dobro, pa tisto, kar bi se našla mogoče priložnost za izboljšavo, pa vas še enkrat pozovem, da mogoče v današnjem dnevu razmislite, kje bi se pa zdaj našla priložnost za izboljšavo. Ne. Lahko začnete seveda stavek iz cenjeni. Cenjena. Predlagam, da izboljšate naslednjič. Tako da sami sebe. Evo, dajmo tako, ne, se pravi, roke gor, bom dala na gallery view, da vas vse vidim. Dajte tako, da najprej natipkate vaš odgovor, torej, kje bi se našla priložnost za izboljšavo, nekaj kratkega, pa ko bomo vsi imeli takole roke gor, pa takrat kliknemo send. Ok, smo zmenjeni? Dobro, no, dajmo sami sebi zdaj kakšno priložnost za izboljšavo. Ja, saj ne bomo tako dobro danes, ki pa sploh kaj izboljša, sploh ne vem, če bi kaj lahko izboljšala. Okay. Ok, me prav zanima zdaj, kaj boš ti ocenila, veš, ti naše priložnosti za izboljšavo so dosti razbojne. Dobro, jaz sem že? Ste se spomnili kakšne priložnosti za izboljšavo? Oziroma, kaj boste naslednjič naredili odlično? No? Ja, sej to mogoče res kar težje malo razmisliti, ne? Evo, roce že imamo. Jasna pa Lidija, ko boste dvignete roce. Jasna bo kar pritisnila send. Dobro, pa gremo, 3, 4 zdaj. Cenjena gospa, ja.
Dobro. Ja. Naslednjič bom. A je to kakšna, jaz mislim, da je, ne, naslednjič bom. Recimo rečeš, lahko bi, ali pa naslednjič bom. Zelo pomembno, ja, tudi to, ne. Bi pomeni, da dvomite, ne. Aha. Bi, ne, ali pa bi rada, ne. Recimo, ne, bom, ne, je veliko bolj prepričljivo, veliko bolj svojemu umu zabičate, ne, mu ukažete, boš, ne, torej bom, ne, na ta način. Tako da bi je pogojnik, ne, in pogojnike ljudje tudi slišimo tako, tudi če s kom komunicirate, ne, sicer, ne. A bi lahko se dobila takrat pa takrat, ne, tako, v veliko manj verjetnosti, kot pa če mu predlagate, se lahko dobiva jutri. Povsem drugače zveni. Čas imam jutri ob enih, ti ustreza, recimo. Ljudno, spoštljivo, vendarle pa ne bi, ne, bi vedno izraža na nek način dvom. Če meni kdo reče, bi rada to pa to, ne, a res bi rada, si prepričana, ne, v meni odzvanja. Tako da majčkeno bolj je treba kar direktno, ne, komunicirati, direktno izražati, kar želimo. Ja, pogumno, ne. Neka taka asertivnost, ne, v bistvu, kako se bom jaz kako, greva zdaj na tale drugi sklop, Danijela. Tukaj sva imele super zadeve, ne, se pravi notranji dialog, ne, in zdaj smo že odprli to malo, besede, veš, asertivno, v prihodnost, ne bi, ampak bom, pa recimo še ne par drugih bova izpostavile, ne, ampak bom začela s tem, ne, zdaj, ko sem jaz delala za NLP Mojstra, tole diplomsko/seminarsko nalogo, ne, tako smo ji rekli diplomska naloga, čeprav v magiji ni podobna, ne, tisti 3 listi, ki jih narediš, ampak jaz sem se v bistvu lotila tega na en tak način raziskovalen. Pač ugotoviti je bilo treba nekaj novega, nek nov vzorec in sem se odločila, da bom raziskovala razliko med storilnežem in sanjačem. Tako da sem pač opravila kar nekaj intervjujev, približno 20, da sem pač raziskovala, kaj bi bilo v načinu razmišljanja, predpriprav, samega vedenja in tako naprej pri storilnežu, ki pač mu uspe neke naloge zaključiti in tako naprej, in pa sanjaču, ki, kakor češ, ne, zdaj ta hipoteza je bila, da predolgo vleče, da mu se predolgo traja, da nekako ne pride do cilja, ne, gradovi v oblakih in tako naprej. In zanimiva ugotovitev tukaj je bila, pravzaprav, da motivacijo kot tako storilnež in sanjač razumeta drugače. To je bilo eno veliko odkritje, ne. In sicer motivacijo sanjač doživi kot, najprej povem, da se noben ni okarakteriziral za sanjača, ne. To je bilo zanimivo, vsi mislimo, da smo storilneži, se mi zdi, ker tudi sanjači so strašno prezaposleni ljudje, ne. Ogromno delajo, ne. Edino mogoče do cilja prihajajo malo drugače, ne. In zdaj, tukaj se je potem mogoče ta ključna stvar, ki bi pomenila spremembo, ne, se je pokazala. Sanjači vidijo motivacijo kot ti zagonski del projekta, ne, ko si čisto pešno, ko si poln elana in zagona in idej in kreativnosti in si čisto za stvar in sploh ne moreš iti stran, ne, čisto flow noter. In te strašno vleče in se ti zdi kakšna ideja. Tako da srce ti gori, ne, za to, da bi to naredil. Ampak potem seveda s časoma ta zadeva pada, ne. Dočim storilnež pa jemlje motivacijo kot nekaj, kar rabi, ko se pa utrudi. Takrat, ko je v bistvu tistega prvega zagonskega dela konec, ne, ko se v bistvu to iztroši, ne, takrat vklopi motivacijo, ne, da gre čez ta težek del čez, ne. In prav v bistvu s temi besedami, ne, treba je samo naprej, ne, recimo, en je dobro rekel, treba je samo naprej hoditi, gibanje mora biti naprej, ne nazaj, ne, to je bilo zanimivo, ne. Tako, potem pač ta tunel, ne, v bistvu pa, da se pač nekako daš plešnike gor in tako naprej. Zanimive načine so razlagali potem to motivacijo v bistvu v tistem času kot nekako verjetno, ne, tako eden kot drugi doživita ta del neuspeha, ne, mislim, da zadeve ne grejo naprej tako, kot so si zamislili, da talenti niso dovolj. Jaz sem se to tako na ta način predstavljala, ne, zdaj, ko smo se pogovarjali. Daj mi povej, a veš, kaj misliš recimo,
fiksen pa razvojen ne. Kako tukaj lahko pomagata, da postanemo bolj usmerjeni v neko produktivnost, no? Da lažje dosegamo cilje. Ja, v bistvu, zdaj nekaj, če sem prej omenila, da lahko celo razvijamo, ne, v bistvu razvojni moram najprej povedati to, no, da ne bo kdo mislil, da smo zdaj eni v razvojnem eni pa v fiksnem Ves čas nekako potujemo na tej premici od fiksnega k razvojnemu ne. Zdaj ni mogoče biti v razvojnem tako da nismo supermeni, superwoman, ampak dejansko potujemo na tej lestvici. Obstaja pa nekaj strategij, s katerimi se lahko sami sebe spodbujamo, da smo bliže razvojnemu in to velja tudi za take primere, kako se torej motivira takrat, kadar nam recimo, da dol pade stvari. Tako da, ja, prvič, no, jaz mislim, da je zelo povezano z retoriko, da sami sebi pač v bistvu si govorimo, drugačno zgodbo si narišemo, kot nam sprva, recimo, da v bistvu se pojavi v glavi. Recimo, ne bomo dosegli roka, recimo, se lahko pojavi neka misel, ki se potem razvija v celo katastrofično zgodbo lahko, v nas samih. Dejansko, dajmo zamenjati to zgodbo, to je možno, v bistvu misel nismo mi, misel pride in gre, to si je treba tudi zavedati, ni naša identiteta misel. To se mi zdi izjemno pomembno, da to ljudje dojamejo, da ne enačijo sebi s tem, kar mislijo. A veste, tako kot čustvo, isto, čustvo pride pa gre, ni pa to vaša identiteta, ni nujno, da je to vaše potem tudi vedenje. Ja? To je treba ločiti med sabo, to je prva stvar. Zdaj, dobre zgodbe seveda si lahko povemo, tako naprej. Ja? Potem je v bistvu zdaj to, retorične figure, v tej dobri zgodbi boš ti bolje vedela, ampak lahko rečemo, predvsem eno besedico bi opozorila, ki jaz zelo sovražim pri teh zgodbah. Ko nam pade motivacija, si nekateri rečejo, to moram še narediti, to nujno moram danes narediti, moram, samo to še odzvanja potem v glavi, Poskusite kdaj nadomestiti to besedo z besedico želim to narediti. Ja? Popolnoma drugače vibrira v vaši notranjosti. Tako da, to so take male podrobnosti, ampak niti si jih ne zavedamo, kako dobro potem, oziroma kako uspešno lahko to premagamo. S tem si zamenjamo zgodbe. Prav v točki, ko si recimo pač na sredini projekta, mogoče ti že voda v goru teče, motivacija ti ima padla, težko postaja na ta način. In takrat največ, jaz sama sebe zdaj čisto vidim v tem kontekstu. Moram še to, moram še tisto, pa to še moram, pa že petek ob 3, pa še zmer nisem. Se pravi, tam v tistem momentu v bistvu si reči, želim še to narediti danes. Želim še tole dati. Želim še to dokončati. Jutri ti bo pa v bistvu imel za to prost dan ali pa karkoli. Tako, na ta način. Tako, veliko bolj pomaga. Tako da, po drugi strani, je seveda pri takih projektih, ko si jih prej omenila, ko nam sredi določenega zahtevnega projekta zmanjka motivacije, je seveda v bistvu že ponavadi rečemo, da razmišljujoči že vnaprej predvidi ovire, že vnaprej predvidi tudi dogodke in se zaveda, da verjetno bo vmes tudi motivacija padla kdaj. Zanimivo, ja. Pretiranim entuziazmom. Veste, pretirano entuziastični ljudje pregorijo na sredi projekta, tako da je žarnica, ki predolgo sveti ali pa premočno sveti, lahko tudi pregori. To se treba zavedati. To je tudi stvar upravljanja osebne energije v končni fazi. Tako da smo majčkeno pripravljeni tudi na take situacije. In v bistvu pri motivaciji, predvsem kako smo mi pravzaprav sposobni se fokusirati zgolj na eno stvar oziroma na tisto, kar je res pomembno v tem projektu, da ga porinemo naprej. Ti si rekla prej zaušnice, ne vidimo, nič nas ne moti in tako naprej. To je ta fokus. Fokus ima izjemno moč. Ja? Ko pa motivacija pade, pa kaj? Ja, knjiga. Tukaj imam eno, veš. Ja, ko motivacija pade, kaj? Mislim, a veš, ker recimo tukaj so še te besede omenile, vedno se mi to zgodi sred projekta, vedno mi motivacija pade, nikoli ne bom prišla do konca, Kaj pa te besede? Vedno tudi ni dobro, to pomeni, da posplošujemo stvari, s časoma postanejo te posplošitve del našega življenja, tako rekoč. Recimo, bom bolj štartala iz poslovnega sveta, recimo nekomu, ga vi sami označite, ta pa vedno zamuja na sestanke, V vaši glavi ne bo nikoli prišel pravočasno, tudi če bo 1 uro prej sedel na sestanku, ampak v vaši glavi bo še vedno nekdo, ki zamuja,
Te posplošitve so nevarne pravzaprav, ne? S tem dejansko si etikete ustvarjamo ali samemu sebi ali pa nekomu drugemu, ne? In potem mi ne dovolimo, ne, drugi osebi ali pa samemu sebi biti boljši, biti drugačen, napredovati iz ene situacije v drugo. Ja? In recimo tukaj je bistvo, če si taka oseba, da zamujaš, ne? Zamujaš, da pač, ali bom rekla samo na primeru, da zamujaš. Želim si biti naslednjič točen. Ja, lahko rečem, želim si biti naslednjič točen, ali pa lahko rečem, naslednjič bom točen. Ja? Si to lahko večkrat rečete, ne? Če imate ta problem z zamujanjem. Prej bom šel od doma, ne? In bom točen. Predvsem je pa dobro, da niste tudi preveč kritični do sebe in da ne posplošujete pri sebi. Ne? Vedno zamujam, ne? Kaj se to dogaja. Tokrat sem zamudil, ali pa prejšnji teden v petek sem zares zamudil. Ne? Mogoče malo pogledate, kaj se je zgodilo. Ja, prepozno sem šel doma, ni bil vrtec kriv, ni bil to, ne, prepozno sem šel doma. Enostavno, ne, nalite si čistega vina, ne, tako da, potem boste videli, prepozno sem šel doma, torej naslednjič bom šel prej od doma in najdete rešitev 1, 2, 3, ne. Ja, lahko, ne, a veš, se čisto strinjam, ne, in tukaj tudi paše, ne, v bistvu častitljiva. Naj vam zgolj podam nasvet, da morda naslednjič 5 minut do 10 minut prej odidete od doma, ne? Se morda prej odpravite na pot, namreč kolone bodo, ne? Ja, na ta način. Ne, se ker tukaj, a veš, pa spet, zdaj smo to, ne, spet, ne? Tako se spomnim, veš, kako je, ne vem, pa sem si že 3-krat rekel, da bom, pa spet nisem, ne, recimo, ali pa nekaj takega, kar je, ne vem, da zamenjaš mogoče v četrtek gre rado, ne. Se pravi, da vedno pustiš si možnost, da imaš še eno šanso. Ne, da z retoriko pravzaprav oblikuješ tak stavek v glavi, da imaš še vedno novo možnost jutri, ne. Točno, ja. To je zelo pomembno, ne. Kako strukturiraš sam stavek in se pravzaprav prav poigrati s tem, da si ga rečeš na glas, in rečeš, ne vem, spet ne smem. Torej, potrudil se bom jutri, ne, ali pa nekaj tasga, ne, da vstanem prej. Ne. Nekaj tasga si moraš v glavu, prav stavek, moraš kar 2-krat, 3-krat malo predriblati, videti za vsako besedo, kje stoji, a ne bo prej, ali ne bo pol, ne. Lahko bi ob 9, ne, recimo. Še spet lahko bi, ne, ampak ali pa bi lahko, ne. Veš, a je to zdaj, ne, boš eno, boš drugo zbral, ne, kjer je bolj suverena, kjer je bolj stabilna, ne. Jaz to skozi delam, drugače vam lahko povem, kadar pišem maile. In sicer imam prav, pač najprej, ko napišem draft, potem pač malo bolj konkretno, a ne, tudi te stavke, ker jaz vedno začnem vsak mail iz prvo alinejo, kaj hočem od tega sploh imeti, oziroma kaj sploh hočem skomunicirati, drugače tisto nekje spodaj ostane. Tako da najprej pač to, potem pa en stavek oblikujem in na koncu zmeraj pogledam, ne, za čustveno komponento tega, kar sporočam, ne. A sem sporočila asertivnost, a sem sporočila enakovrednost, a sem sporočila odločnost, a sem sporočila pozitivnost, ne, optimizem in tako naprej, ali so noter kakšne besede, žal, danes ne utegnem, kaj žal, ne, danes ne utegnem, pika, ne. Ne rabi biti noter tukaj žal, ne, ali pa na žalost imamo preveč dela, ne, na srečo imamo veliko dela, ne, mislim, a veš, se pravi spremeniti tiste drobne malenkosti v bistvu, ne, skoraj bi lahko rekla medmete, ker se jih v bistvu v nekem momentu sploh ne zavedamo, pa vplivajo na to, kako sami razmišljamo o sebi in kako drugi vidijo tudi nas, ne. Tako da zelo pomembno, kar na glas te stavke malo predriblati, ne, da postanejo bolj taki. Omenili smo tudi recimo, evo, veš, kaj je zanimivo, ne, tele ljubkovalne žaljivke, to smo se tudi pogovarjali, se reka, da bomo omenili, ne, ljubkovalne žaljivke in sicer v pogovorih, to se mi zdi, da je tudi povezano tudi tako z vzgojo, pa s tem, kakšnem okolju si, ne, ogromno je tega, kakor si reka, ne, naš pa ne zna, ne, naš pa ni rojen, ne. A je to bi rad bil, fajn, boš mogel pa urant prijeti za lopato, a veš, ali pa za knjige, ne, mislim, tako, se mi zdi včasih tako malo na en ali pa drugačen način, tudi pravzaprav sami sebe kalupiramo. Kaj ti praviš
na take ljubkovalne žaljivke, recimo, da jih uporabljamo v našem besednjaku tako dan za dnem. Je to dobro ali je to nekaj, kar ne bi smel, no? Če imaš v misli, da si kdaj rečeš recimo trapica ali pa kaj takega, ne, verjetno. Ja, v bistvu, ali pa komu drugemu tudi to rečeš, ne, lahko. V bistvu zdaj ljubkovalne žaljivke je zelo odvisno, kako jih sama dojemaš, no, kaj tebi pomenijo, ne. Jaz jih sicer ne spoštujem, ne, mislim, da je treba samega sebe najbolj spoštovati najprej, in če samega sebe spoštuješ, najprej samemu sebi tega ne govoriš, ne, potem pa ponavadi tudi drugim ne, ja. Tako da, prvič, ne, gre za neke okrajšane besede ponavadi, ne, če jim rečemo ljubkovalne žaljivke, verjetno nekaj pokrajšamo malo, ne, podaljšamo, ne, in tako naprej, kar je že samo po sebi neko zmedo vnaša v sporočilo, ki si ga govorimo, bodisi sami, bodisi komu drugemu, ne. Ali smo prepričani, da druga oseba, recimo, če to drugi osebi govorimo, ve, kaj to pomeni, kako ona to doživlja. Mogoče mi popolnoma drugače doživljamo kot ona, ne. Vedno izhajamo iz svojega sveta, tako da zagotovo jo drugače doživljamo. Tako da jaz bi to porabo kar bila pozorna na to, ne, predvsem, kaj govorimo samemu sebi. To mislim, da je najbolj pomembno. Je pa značilno za Slovence, kar si prej omenila, da začnemo stavke, žal mi je, ne, joj, ne, se opravičujem, ne, zamudil sem in tako naprej, najprej to povemo. Tako da mogoče ni treba, ne, najprej pozdravimo, dober dan, ne, pa še potem opravičimo vsaj, ne, če se že moramo v tem smislu. Tako da velikokrat tudi pogojnike, kot smo prej videli, uporabljamo. Jaz nimam rada pogojnikov, tudi ko jih zaslišim pri nekomu drugemu, mi to vzbudi pri meni dvom, tako da se jih skušam na vsak način izogniti. Tako da jaz nisem ljubitelj tega, no, mogoče tukaj največjo napako delajo starši včasih, ko to delajo, ne, ker mislijo, da s tem izražajo ljubezen, vendarle pa ni nujno, da samo ljubezen s tem izražajo, lahko tudi odnos, ne, v tem je skrit odnos, takih in drugačnih, tudi če so ljubkovalne žaljivke, lahko tudi se skriva nek tak globlji odnos do človeka ali pa do stvari, ne. Pa se to mislim tudi recimo kakšne take, zdajle mi pa šla ena na pamet, recimo, veš, joj, koliko sem štorasta, ne, ali pa... Dobro, v tem smislu, ne, če so v bistvu, v smislu, da se malo samemu sebi nasmehneš ali pa da, ne, se v bistvu... Ja, ampak v končni fazi je to... Hvališ samega sebe, tako rekoč, ne. To je pravzaprav sproščujoče deluje, ne, na nek način sproščujoče. Ja, na nek način, ja, ampak smo Slovenci kar, ne, ti si moraš vzeti šalo na svoj račun, ne. In potem da tudi kdo drug tako govori. Spomnim se, tukaj sem si prav zapisala, ker sem si pripravljala, ne, tako, a veš, jaz sem pač študirala umetnost, ne, pravzaprav oblikovanje, in jaz se spomnim, ko so mene so mi rekli tako, lejo umetnico, ne. In to je s tem tonom glasu, pa si lahko pač... In tako se mi zdi, da smo malo kar navajeni tako podrezati, pošpikati, popraskati, ne, da je to nekaj normalnega, kar je stvar že, da pričakujemo lahko, ne. In tako tudi sami sebi pol to impresijo v bistvu tudi potem v notranji dialog spravljamo, ne. In se kar navadimo tega, da je to nekaj normalnega. Ne, da je to v vsakem odnosu in včasih je lahko tudi v nekih intimnih odnosih, potem tega vedno več, ne, da s tem že, kaj pa vem, tukaj je ena taka luškana stvar, kakor če že midva se pa tako kličeva, ne, ampak v bistvu je žaljivo, ne. Tukaj govorimo seveda o miselnosti, ampak a veš, kako to drugače prav v psihologiji, ne, to kot spada pod to področje retorične mikroagresije, ne. Mikroagresija je sicer stvar, ki izhaja iz, se pravi, manjšin, ne, pa načina v bistvu, kako dojemamo manjšine, ne, v kulturi. In je stvar v tem, da se v bistvu to so besede, ki načeloma ne mislimo nič slabega z njimi, ne, ampak imajo pa dolgoročno daljnosežne posledice. Na lastno vrednost. Zdaj si uporabila besedico ampak. Ampak je tudi retorično zelo pomembna figura, recimo, ne, ampak vse v tem kontekstu je bila krasna, ker z ampak zanikaš prvi del stavka, ne, ponavadi, ne, drži, tako da... Ja, je treba na vas ampak, ne. Ja, velikokrat... Včasih zveni dobro, ne, situacija, ki politiki uporabljajo, je pa mogoče malo drugače, ker vselej potem nekaj zanikajo, kar so prej rekli, ne. Tako da je treba kar biti pozoren na te mikrobesede. Ne vem, če je to ravno mikroagresija, no, ampak kakorkoli že, vedno jih, ne,
hudič skriva v podrobnostih, radi rečemo, ne. Tako da v bistvu v teh malih besedicah, ki spremenijo lahko kompletno pomen. Prej si omenila barvo glasu tudi, ne. Jaz recimo včasih povadim s kakšnimi udeleženci v elevator pitchih ali pa še kje drugje, ne, da je treba tudi dodati, ne, glasu barvo, da barva več sporoča, kot pa mogoče, ne, same besede. In jaz sem prepričana, da več sporočajo. In jim potem dam eno tako luštno nalogo in rečem, ta naš minister, naj to povejo navdušeno, ironično, pa žalostno. In se smejemo še pa še, ne, tako da ponavadi se jim zatakne, ko je treba povedati v bistvu navdušeno. Ne vem zakaj, no, ampak to je približno tako ta hip. Ampak ja, treba je čustva dodati, ne, glasu. A veste, prodajalci recimo, ne, imajo s tem zagotovo velik izziv. Dejansko, če on ne zna navdušeno predstaviti svojega proizvoda, kdo ga bo kupil, ne, v končni fazi? Ja, čeprav pri retorični mikroagresiji barva ni tako zelo pomembna, ne, ker je v bistvu, ker je ravno v tem catch, ne, ker tisti, ki sporoča barvo, uporablja recimo pozitivno, ne, pač njemu se to zdi čisto nekaj luškanga, srčkanga, normalnega, ne, ampak tisti, ki pa sprejema to informacijo, pa v bistvu ne čuti enako, ko jo zasliši, ne. V bistvu mu sproža druge odzive, kulturno pogojene, a ne, ker pač načeloma to izhaja iz dveh kultur, ne, razlike med dvema kulturama, in zdaj lahko bi tudi rekla, tudi sosed do soseda sta dve različni kulturi, lahko, ne, tako da tudi v tem okolju je to nekaj normalnega, da nekdo, ki nekaj sporoča, lahko naleti, da ne dobi odziva, ki ga je pričakoval, ne. Zdaj pa je to bolj v smislu recimo, jaz se spomnim, no, tako ene dobre retorične mikroagresije, ki sem jo sama doživela in sicer zdaj ne bom omenjala, kdo je to govoril, ampak nekje, nekoč, nekdaj neka oseba se odločila, da me bo ves čas klicala nergačka. Ne? In kadarkoli smo se srečali, ne, in to je bilo poslovno okolje, ne omenjam, ne, tako da so tudi drugi ljudje, ki se poznamo iz poslovnega sveta, pač slišali, ne, nergačka, ne, živjo, kako si pa ti kaj, ne. In meni je šlo strašno na živce, ne, in sem tudi recimo prosila to osebo, pa zakaj ti mene tako kličeš, glej, pa ne me tako klicati, to me moti, ne. Pa to ni nič takega, to pa res ni nič takega, mesto ljubkovalno je rekla, ne. Ampak recimo to je zelo, zelo slabo, ne. Zdaj mogoče pa imamo tudi v svojih notranjih dialogih kakšne take besedice, ki se z njimi malo igramo, ne, in so mogoče pač pravzaprav žaljive, ne, ampak se niti ne zavedamo, kolikrat sami sebe na dan užalimo. No, to je v bistvu bil moj point, ne. In je treba res pri tem nekako paziti, da sploh, če govorimo o tem, a znamo kaj, a smo se sposobni naučiti, recimo, Jasna, od tebe zdaj tle gledam, ne, digitalni upskilling, ne, torej digitalne veščine, a veš, jajoj, ne, kolikrat sem jaz sama se rekla, to nisem za to, ne, to se zbkne. Recimo, ne, pač, a veš, imam dve leve roke, recimo, to je spet ena taka, ne. A veš, in tega je ogromno, ne. Se mi zdi, da mogoče ne imajo pri nas sama, smo Slovenci taki, ampak se mi zdi, da tega res ogromno, no. Ogromno je, bi bilo dobro, no, malo raziskati, ne, Slovenci veljamo ponavadi za zelo samokritične, ne, kar verjetno, ne, se rezultira tudi v številu samomorov, ne, ki jih imamo tudi kar precej, ne, v Sloveniji, oziroma zelo veliko, tako da bi kazalo malo raziskati, je to tudi v bistvu nek rezultat, ne, ali se to povezuje tudi s temi, bom rekla, mikroagresivnimi besedami, ki si govorimo samemu sebi. Verjetno, ne, bi si upala trditi, da kakšna povezava tudi tukaj obstaja, ne, tako da je. Si omenjala na najnem pogovoru, je to cinizem, misliš, ker smo cinični kot narod, ali kako? Zdaj, kot narod si ne bi upala trditi, da smo cinični, zagotovo pa so posamezniki, ne, lahko zelo cinični, ne. Cinizem je zelo toksičen, no, to vsekakor, ne. Skepticizem, jaz rada rečem, je zdravo, ne, razmišljanje, nekaj dvomimo, nekaj preverjamo zaradi tega, ker dvomimo, vendarle cinizem pa pomeni, da dejansko, ne, že naprej obsojamo samega sebe na neuspeh ali pa druge, no, kakorkoli, ne, s cinizmom. Tako da ne verjamemo, da bo kadarkoli, kdajkoli komu uspelo, tako rekoč. Tako da cinizem je strupen, no, tako rekoč, res je strupen in hkrati tudi zelo toksičen in ubija, bi lahko rekli, ljudi. Saj veste, beseda lahko prej ubije človeka, kot pa mogoče karkoli drugega, ne, tudi besede znajo ubijati. In ja, smo, ne, tako da bi bili malo zagrenjeni, ne, do samega sebe na nek način. Zdaj, razlog za to verjetno, ne, gre iskati tudi mogoče v naših koreninah, v tem, kako smo živeli, ne, dejansko
komu smo služili, ne, v preteklosti in tako naprej, tako da očitno moramo še tukaj malo zgraditi, ne, svojo identiteto. Tudi, Meta, ti si imela tudi eno zanimivo, ne, v bistvu misel, kako dejansko povezujemo Slovenci besedo denar, s čim jo povezujemo, pa s čim zelo zanimivo, ne, da tudi tukaj ne, se razlikujemo med narodi. Ja, to bi mi pa zadnjič povedala ena kolegica iz Madžarske. In sicer šla je debata o tem, da smo poimenovali eno delavnico, eno izobraževanje, ne, in so oni poimenovali po angleško in so napisali taking decisions. Ne. Pa sem se rekla, čakaj, pa se ne reče making decisions. Ne. Zdaj kaj, vzameš odločitev ali sprejmeš? Ne. In potem je ona rekla, to je pa zanimiva tema, ker sem pa pred časom, ona je raziskovala, kako jemljemo denar na ta način, ne, kakšen odnos imamo do denarja. No, in mi je povedala za par držav, ne, in sem bila čisto presenečena in je rekla, Nemci, kako je rekla, vem, da je za Američani, they make money, ne, oni ustvarjajo denar, ne, they make it, ne, ni ga bilo prej in zdaj kar je, ker so oni neki delovali, ne. Madžari iščejo denar, ne, pač ga je treba iskati, ne, okoli, pač nekje se nahaja, ne pri nas, ne, ampak nekje drugje in zdaj iščemo pot do tja, ne. In sem jaz pa razmišljala, kaj pa Slovenci, ne, Slovenci, kaj pa mi, ne, mi pa služimo denar, ne. In tako sem takoj razmišljala o tem, da imamo mogoče že to predpostavko retorično, da smo v odnosu do denarja podrejeni. Ok, se pravi, dajmo skovati zdaj novo besedo, ne, ki nam bo olajšala pot do denarja. Denar leži na tleh, a ne? To pa je v Sloveniji. Tudi to sem razmišljala, Daniela, veš, da sem takoj pol začela še to, ne, a veš, zaslužimo si denar, ne. Zaslužimo si denar, ja, ok. Ja, tako sem jaz razmišljala, da lahko se vidi še kdo kakšen predlog da, ne, vabljeni, da rečemo to okoli denarja z retoriko, ne. Ustvarjamo denar, ja. Ustvarjamo denar, ja, gradimo denar, ne. Delajo ga že Američani, to ne moremo, ne. Oni ga tiskajo, ne delajo. Ok. They make it with a printer, with a startup, ne, doesn't matter. Ja, Monika se strinja, ustvarjamo denar, no, Monika je tudi, po moje, že pred mano tole napisala v chat, pa nisem jaz pogledala, ne. Ja. Tako, no, to so res take zanimive, ne. Najprej si omenila v bistvu to iskanje krivca, ne, jaz sem prav slišala, se pravi, v bistvu to poglabljanje pravzaprav noter v vzgojo, ne, vzgojo si že parkrat omenila, recimo, in tlele ta debata, ne, bi jo jaz rada načela, ne, ker je strašno pomembna v odnosu do tega, kako tisti del sebe, kjer so priložnosti za izboljšavo, pomešamo s tistim delim sebe, ki je pač seveda uspešen, ne, in mu gre vse fajn. In tukaj je pač, a veš, ta iskanje krivca, ne. In to ta nacionalna zavest, kdo je kriv, ne, kdo je zdaj za to kriv. Jaz to skozi doma delam in sem prav rekla, zdaj bom naredila en ogromen plakat, da ga imam v dnevni sobi na veliko, da se otroka končno naučita, to se mi zdi ena pomembna stvar, ki bi jo rada naučila, pa se skozi o tem pogovarjamo, pa se mi zdi, da mi še ni čisto spelno, da bi res zakorenila to prepričanje. In sicer, ne da rečemo, nekaj se polije mleko in kdo je kriv, ne, da se je polilo mleko, ampak kdo je odgovoren, da ga bo pobrisal. Da bo počistil, ne. To se mi zdi ključ retoričnega razlikovanja med fiksno pa razvojno, a veš. Se pravi, nekaj, kar je zdaj, ti si, ne, vsi prsti zdaj kažejo nate, ne, tukaj nimaš izhoda. Pravzaprav si sam kriv za svoj neuspeh, pravzaprav si sam kriv, da nimaš talentov, pravzaprav si sam kriv, da še nimaš tistih znanj. Torej, nimaš izhoda, ne, nobenega izhoda. Če pa si odgovoren, potem pa imaš vse možnosti odprte pred sabo, ne. Seveda pa tudi moraš pospraviti zdaj tisto mleko, kar se je polilo, ne. Ok, ja. Se zelo strinjam s tem, kar si rekla. Tudi že sama beseda odgovornost, ne,
je dejansko zelo močna retorična beseda, kot dejansko zahteva tudi od nas, če želimo spodbuditi odgovornost pri nekomu, razviti odgovornost, ne, če želimo temu tako reči, dejansko moramo postavljati vprašanja, ne. To je tudi v bistvu orodje v coachingu, ne. Zakaj? Zato, ker dejansko, ko postavimo vprašanje, pričakujemo odgovor. Odgovor, odgovornost, ne, se vse povezuje. Odgovor. Ne, dejansko v bistvu se pomeni, da je prevzel tudi odgovornost za svoj odgovor, ne. Torej, kdo je odgovoren, ne, recimo ti vprašaš, ne, lahko bi še drugače vprašala, ne, kdo je zdaj to polil mleko, ampak kdo bo pospravil, ne, recimo, kdo bo še eno stopnjo naprej narediš in ne, se bo oglasil tisti, ki je odgovoren za to verjetno, ne, tako da tako da mogoče gremo majčkeno naprej, ne, en korak naprej v tem smislu, da dejansko privzgajamo, razvijamo odgovornost. In zato smo, lahko je sami seveda si ta notranji dialog damo, no, tukaj v bistvu veste, da v coachingu ločimo, ne, ta solution pa problem talk, ne, ki je dokaj pogost, ne samo v coachingu, tudi nasploh, ne. In se mi zdi, no, da moramo dejansko se usmeriti v reševanje problemov, ne v iskanje problemov, ne, kot jaz temu rada rečem, ne. Zagotovo ste kdaj v poslovnih okoljih doživeli na sodelavce, ki so vam non-stop nosili probleme, ne. Je tako, ne, samo o problemih so se pogovarjali. Ko ste pa začeli govoriti o rešitvah, pa nikogar več ni bilo, ne, blizu, ne, takrat so pa potem vsi odšli. Tako da, ampak to je kultura, ne, v bistvu organizacija razvija svojstveno kulturo, bodisi reševanje problemov, bodisi iskanje problemov, ne. In dejansko verjetno smo vsi na tem, da v bistvu rešujemo probleme. Problemi so prav tako del življenja, ne. Problemi so zato, da se rešujejo, jaz rada rečem. Potem pa dajmo tudi ravnati tako, ne iskati, v bistvu se zakopati v vzroke, ne, iskanje problemov do nezavesti, ampak dejansko iti naprej, ne, in reči, okej, ne, kaj bi lahko naredil boljše. Včasih se kakšni pogovori, ne, ko se s kom pogovarjamo, bodisi v coachingu, ne, v coachingu se ne smejo, ne, ampak recimo v takem poslovnem svetu, recimo, se pogovarjamo samo o problemu 1 uro. Kaj smo pa s tem naredili, ko se samo o problemu pogovarjamo, ne, v rešitvah pa ni sledu, ne. Tako da moramo se vedno, ne, nekako iti v smeri rešitev. Kaj pa lahko narediš, ne, kdo je kriv, ne, kdo je kriv. A veste, iskanje vzrokov, točno to povzroči, ne, povzroči v bistvu sindrom iskanja krivca, ne, ko brskamo preveč po vzrokih, povzroči sindrom iskanja krivca. Kdo je odgovoren ali pa kdo je bil kriv za to, ne, v preteklosti. Sej, ne, kaj potem, ko bomo našli tega krivca, mogoče krivc ni več živ, mogoče ne vem kaj, ne, je, kaj bomo s tem naredili, nič kaj dosti, ne, treba se fokusirati predvsem, ne, naprej, ne, kako bomo rešili ta problem, kakšne imate ideje, kakšne imate rešitve. In tukaj smo Slovenci tudi precej še nespretni, no, v povprečju govorim seveda, ne, tako da se, ne, v problemu vse vemo, v rešitvah pa nič, ne, tako da zato, ker tudi pogovora ne znamo v bistvu voditi, sami sabo ali pa z drugimi v smeri iskanja rešitve. Ful si me zdaj spomnila na to knjigo Spencerja Johnsona, no, se spomnila tale 1 Minute serija, veš, poznaš enominutni menedžer? Ja. Vse, se pravi, predlagam vam knjigo Enominutni menedžer in sicer mislim, da je ta konkretno, ko bom zdaj, da je enominutni prodajnik, ampak zdaj ne vem, da je cela serija okoli tega enominutnega, no, vodenja, prav poudarja v bistvu vodenje skozi proces coachinga, ne, in pa to že zelo stara knjiga, no. Je pa tam tako fajn, v bistvu ta knjiga je tako napisana, da je ena zgodba, ne, pač enega mladega voditelja, ki išče nove pristope in tako naprej in se potem pač spozna z enim zelo uspešnim menedžerjem in modelira njegov pristop, ne. In je v bistvu zanimivo, ne, ko mu razlaga zgodbo, prav ja, pride k njemu vodja proizvodnje, ne, potrka na vrata k temu menedžerju in reče, imam problem, ne. Pa reče menedžer, super, me prav zanima, kako ga boš rešil, ne. In mu reče pač vodja, ja, kako to mislite, ne, kako ga bom rešil, saj sem k vam prišel, ne, da mi boste vi povedal, ne. Pa reče menedžer, čakaj, tvojega dela pa jaz znam na sebe delati. To še to, ja. Ja, to se pa pogovarjava, je rekel. Le sosedko mi povej, opcijo A, opcijo B, opcijo C, pa ti dam lahko mogoče povratna informacija, kjer se mi zdi boljša, ampak jaz ti opcij ne bom naštel, ne. Verjetno imenuje to, no, vsaj v managementu je ta sindrom znan kot monkey management, ne. Ja. Nesijo delo na ramena menedžerja, ne. To so tudi seveda reševanje problemov. Ja, zelo zanimivo.
Bom rekla, če smem še toliko, minuto ja, si ja, seveda. v bistvu k rešitvam, fokusiran pristop, s tem solution focused approach, praktično vse zelo znan, v bistvu znana tehnika. Dejansko se mi zdi res zelo pomembno, ker dejansko nas usmerja v tisto, kar želimo. A veste, namesto da se reče, da išče tisto, kar ne deluje, iščemo tisto, kar deluje, ravno obratno, gremo v drugo smer. Tako da tukaj moram reči, da velikokrat smo nespretni prav zaradi uporabe besed, kako začnemo, ali pa kako začnemo stavek. Mislimo vsi dobro, ampak vse veste, v bistvu, da gremo tlakovana z povsem dobrimi nameni, ampak smo nespretni, kje druge, tako da. Dajva probati, dajva demonstrirati. Jaz bi bila a si za, da narediva eno demonstracijo, Danijela. Zdaj bi tako, v bistvu, evo, rekla si problem talk, solution talk. Verjamem, da vsi že obvladamo problem talk. Tako da ne bomo demonstrirali. Ampak kaj pa solution talk? In jaz sem pravi kandidat, ker jaz imam absolutno preveč problem talka v svojem življenju. Gremo solution talk. Zdaj recimo, trenutno moj problem je, da imam preveč stvari v urniku, da imam in tamle selitev, pa montaža tam v hiši, pa nov projekt, pa nova knjiga, pa pač te dogodki in preveč imam prepoln urnik, ne bom zmogla vsega, nekje bo nekaj čez rešetko padel. Kaj tle je, recimo, kako bi sploh začela stavek? Ja, vedno začnemo ponavadi s vprašanji. Lahko sicer pokažemo, da smo empatični, da te razumemo, potem bi te pa verjetno vprašala. V bistvu prvič lahko je možnih več vprašanj, odvisno od konteksta. Lahko bi te najprej vprašala, kako si lahko v bistvu razbremeniš dan, lahko komu kaj še podeliš. Mislim, niti ne bi tega drugega vprašanja ti postavila, ampak bi te samo vprašala, kakšna možnost, da se razbremeniš, recimo. Pa jaz nisem bolj za oseben pogovor, recimo samim sabo. A veš, če greš govoriti, recimo, preveč imam, čisto mač, tale urnik je čisto preveč, kako bom sploh tolo. A veš, tako, kot si sam. Obstaja kakšna opcija, recimo, da bi kakšna sprememba bila, da sam sabo bolj solution talk začneš izvajati? Čisto preveč imam, bi lahko enostavno zamenjal, pa bi dejansko rekel, ravno dovolj imam. To je prva, to taka bolj kot ne pozitivna afirmacija. Potem bi se lahko tudi samemu sebi rekel, kadar imam veliko aktivnosti, ponavadi vse opravim. Kar je tudi res, velikokrat drži. Tako da kot ta solution talk. Zdaj, če še vedno še potem nekako bi se še vedno počutili slabo, potem je pa treba začeti malo načrtovati v smislu, kaj mi je bolj pomembno za jutrišnji dan, kaj je pomembno, da jutri opravim, kaj lahko mogoče počaka za naslednjič. Se pravi, da bi v bistvu rekel, jutri imam očigledno veliko stvari na urniku, kaj pa če naredim načrt, katere bodo tiste najbolj pomembne? Tako, kaj mi bo največ doprineslo k temu. Tudi vsak delovni dan bi pravzaprav bilo fino, da ga znamo vsaj malo načrtovati in da znamo ločiti prioritete. Ja, se je siguran, ja. Tako naprej se poznamo. Ker so se pripravljali tudi. Prosti, kaj? Vsak izmed vas kdaj reče, če recimo v tej situaciji, da ga jutri ga čaka pa zelo zahteven dan. Si že naprej postavimo prioritete, če vidimo, da bo to zahteven dan. Vse ponavadi naj bi si jih v mislih, se ni treba pisati za listkov pa tako naprej, ampak... Ja, veš, se pa tudi zgodi, da ko začne človek pisati svojo to-do listo, da še lepo ga panika zagrabi. Veš, ne na začetku, post-it listki, tole, pa tole bom, pa tole tudi, pa moj bog, pa še to. Jaz pa, mislim, tako ne povem, da jaz pa ne priporočam več to-do list, včasih zelo veliko uporabljala, ampak s tem sem si sam dodaten del priklicala, tako da tega ne uporabljam več, ker je kar prišlo tisto do mene. Pa ta must be, potem odzvanja v glavi. Zdaj si pa nekako v mislih rečem, tole zagotovo želim narediti, ker vem, da je zame pomembno in enostavno steče, tudi brez to-do liste. Ja, ne pozabi seznam, plus fokus, to dvoje jaz priporočam. Ne pozabi je ta. Retorike, veta, v bistvu ne pozabi, v bistvu ne priporočam, zapomni si. Tako, vidiš, da si, ja. Zapomni si, da si govorimo, po NLP-ju naj bi, zapomni si, res pomenilo zapomni si.
Medtem ko pozabi, ne, pa besedico ne človek hitro presliši, ne, jo ne maramo prav preveč in potem odzvanja samo pozabi. Pravi, zapomni si seznam, pa naredi seznam. Ja, dobro, ja. Okay, ampak dajmo vsem demonstrirati, se pravi tole solution talk, ne. Solution talk mi je bil v bistvu zanimiv, tako da ne bomo šli ven iz teme, pa zdaj še čas za vaše vprašanja, no, tako da smo že v bistvu 15-25, pol uri, ne. Pa bi jaz pozvala, če bi kdo mogoče od vas bil prostovoljc, da bi se javil, da ima kakšno vprašanje, tudi glede tega, ne vem, kako bi kakšna svojo misel v glavi ali pa nekaj, kar vas mogoče teži, vesmori ali karkoli bi radi retorično spremenili v solution talk. A je kakšna ideja? Jaz bi smel. Luka, izvoli. Izziv mogoče, ja. Malo sem razmišljal, no, ko smo se pogovarjali, ja, pač vedno moram nekaj obrniti na to želim narediti, naprimer, ne, znotraj projekta, ko mi pada energija, naprimer, ne. Kaj pa v primeru, kaj bi naredili, naprimer, ko je res nekaj, ki morda si ne želiš, oziroma ti ne leži narediti, ampak vseeno pač je to tvoja naloga praktično, no, naprimer, ne. Verjetno nimamo vedno in povsod samo take, ki jih radi delamo, oziroma, ne. Okay. Ja, vsako delo zagotovo ima tudi par manj udobnih ali pa manj prijetnih nalog, to se vsi strinjamo, tako da lahko si celo rečemo, takrat mogoče še kakšne druge modele uporabimo, pa si rečemo, ja, vem, da moram to narediti, ni mi všeč, mi je dolg čas ob tem to, kar počnem, to, da vseeno bom naredil, zato ker mi je pomembno zaradi sklopa celih drugih nalog, ne. Tako da v tem smislu si skušamo najprej priznati, v prvem delu stavka si priznamo, da nam je zoprna naloga, ne, po domače rečeno, po drugem delu stavka pa v bistvu afirmiramo to, da vseeno bomo pa to naredili, zato ker nam bo pripomoglo k celokupni kakovosti, recimo projekta, ne, v tem smislu. In si na ta način pomagamo. Ja, good point. Jaz bi tukaj še v bistvu poudarila... Hvala za odgovor najprej. Ja, jaz bi tudi tukaj poudarila, da recimo iskanje tega, kaj je zanimivo pri tej nezanimivi situaciji oziroma vedenju, ne. Se pravi, prav dejansko najdeti, kaj pa je zanimivo, ne, in včasih še celo detektivsko se lotati v bistvu, če zadeve še ne poznamo, ne, da v bistvu niti še ne vemo, ali nam je všeč ali ne. Mogoče sploh ne soditi že kar na začetku, ali nam nekaj ne bo všeč. Ker dostikrat nam tudi ni všeč, ker ali se nam zdi prevelika skala, ne, v tem smislu, ne, ali nekako ni to v naši navadi, malo ven iz cone udobja, ne, v tem smislu. In zdaj, ko sem to omenila, bi tudi poudarila mogoče, katera moja veščina s to priložnostjo lahko raste, ne. Ja, zdaj sem Luko to vprašanje bolj razumela, da gre za neke rutinizirane, birokratske naloge, ne, ki jih moramo, v bistvu niso neka novost, ne, recimo, ampak jih je treba vseeno opraviti, tako. Sicer pa ja, good point je pa tudi to Meta, kar si zdaj rekla, ne, da se v bistvu izogibamo nečemu, ne, zlasti novim izzivom, recimo se izogibamo, ker ne vemo, kaj nas tam čaka, ne. Ali bomo uspešni, ne bomo uspešni, ali bo šlo ogromno časa in tako naprej. Ja, recimo, zdaj imamo res tako zanimivo, ne, življenje v tej digitalni dobi. Vsak dan kakšna nova aplikacija pričaka, ne, se bomo lotili ali se ne bomo. In se vedno lahko rečemo, kaj se bo pa, ne, jaz sem pa radoveden, ne. Radovednost je tudi eden izmed elementov razmišljujočega uma oziroma razvojnega uma, ne. Dejansko rečemo, madonca sem radoveden, kaj pa ta aplikacija omogoča več kot ostale, pa kaj se lahko iz tega naučim, ne. In ta radovednost, ko enkrat nastopi, nas žene naprej. Radovednost je zame mati motivacija, no. Ja, no, točno ta beseda, to je to, kar sem mislila s tem, kaj je pri tem zanimivo in tega še ne vem, ne. Tako, tudi če recimo nekaj rutiniranega delaš, ne, recimo nekaj, kar ti v osnovi ne paše, ne, pa je nekaj, kar že 20 let počneš, pa se ti ne da, ne, pospravljati, ne, ampak vseeno, kaj pa je zanimivo pri tem, ne. Pravzaprav samega sebe prisiliš v to, da iščeš to radovednost, ne. Mislim, da si radoveden do tega in si moraš najti. In dokler ne najdeš nekaj, kar se ti zdi zanimivega, moraš to kar naprej ponavljati. Se pravi, toliko časa ponavljaš, dokler res ne najdeš, kaj ti je zanimivo pri tem. Ne. To je s mojega sina, skozi učenje se mu ne da učiti, ali pa kakšen predmet se mu ne da učiti. In ga tu, ne, tle not boš zdaj gledal,
ne, in ga sprašujem toliko časa, pa zdaj, zdaj, če imel geografijo, ne, pa kaj ti je zanimivo pri tem predmetu? Nič mi ni zanimivo. Sekaj ne, najde boš eno stvar, ne. In pol bere, ne, valjda se vidi, da se že uči sprot, ne, ampak pol bere, pride nazaj pa reče, mami, veš kaj, v bistvu, pa mi je tako vesolje zanimivo. Aha, okej, ne. Ja. Ne, sem v bistvu 1 uro rabu, da je najde, ne. Kar pa vmes je pa marsikaj naučil, ne, recimo. Tako da na ta način, no, sem jaz razmišljala. Ja, super, to je, no, še kakšno vprašanje, Luka? A sva v redu odgovorile? Odlično, še več kot kar sem vprašal, tako da. Hvala. Kdo ima še od vas kakšen primer, kakšen izziv, kakšno vprašanje? Matija? Mogoče, ja, Luka, mogoče en predlog oziroma ena ideja. Pred kratkim sem tudi jaz imel na tako situacijo, da sem se mogel nekako sprijazniti na nek način, kako bom vsrkal ogromno nekih informacij, čeprav jih sprva mogoče nisem niti želel, oziroma na nek način sem imel malček odpora in potem sem si naštel preprosto listo prednosti, ki jih bom imel, ko bom to dosegel. In potem, ko sem si imel to napisano, tako par alinej, ne vem, nekje od 5 do 10, potem sem videl, okej, to pač moram sprejeti in to je to. In potem sem šel noter v to in potem ti povem, v procesu, ko sem to sprejel in ko sem začel to sprejemati, mi je dejansko postalo všeč, nekaj čisto novega, kar sem imel prej prepričanje, torej 2 dni nazaj recimo, a ne, pred tem sem imel prepričanje, da je to nekaj čisto neuporabnega, potem sem pa videl, koliko dejansko prednosti mi bo to dalo, ne samo zdaj, ampak tudi potem kasneje, ne, ko bom to dejansko dokončal zadevo. Tako da, ne vem, meni se je na ta način funkcioniralo, no, tako da, če ti bo to koristilo, bo super. Drugače pa imam jaz eno vprašanje. Super, odličen predlog, hvala ti, Matija. Ja. Malenkost. Tako recimo, da bi oblikovali kakšno afirmacijo, recimo, zakaj je dobro, da strankam pišemo pisma in opozarjamo s tem na nas. Ne. Torej, recimo, kako nekaj tukaj, recimo, mogoče celo prebroditi neko to, se ni potrebno, da jih opozarjamo, ne, ti so kao, to je avtomatsko neka, da seže dober glas v 9 vas, ampak da vseeno je to dobro za njih in da po drugi strani je to nek nujen del posla. Sama promocija, ne? Ja. Samo, ja, ta križ Slovencev pred samo promocijo, ne? Ja. Ja. Daniela, boš ti prva? Ja, tukaj je verjetno v ozadju, afirmacijo, zdaj mogoče malo raziščemo, ne, zakaj do tega prihaja. Verjetno pa imamo res negativno odnos do samopromocije, ne, še imamo tudi take pregovore, ne, dobro blago se samo hvali, ne, ampak ga razumemo po moje narobe, ne, dobro blago smo mi, ne, in se moramo sami pohvaliti, ne, to mogoče je treba malo razumeti drugače ta pregovor, ne, da nas drugi, ne, tako da malo za šalo, malo pa tudi za res, tako da preskromnost, ne, v bistvu v nepravi smeri, ne, a veste, Američani sploh ne razumejo naše skromnosti, ne, pravijo, a skromnost, da je lepa čednost, skromnost je vaša vrednota, zakaj, ne, pravijo, zato, kot drugih nimate, ali kaj, to sem zadnjič doživela od enega Američana, sem bila kar tiho, ne, naprej, sem rekla, okej, to so prevelike kulturne razlike, ne bomo več o tem, ne, no, to, hočem sam reči, dejansko, ne, je to res slovenska lastnost, ne, v tem smislu, no, drugo, kar pa tle botruje, pa tudi še nekaj, veste, ne, to je pa ta psihološki moment. Večina izmed nas ima strah pred zavrnitvijo, ne. Da se bojimo nagovarjati druge, da ne bi dobili kakšnega, ne, sporočila nazaj, ki nam ne bi bil ravno povšeč, ali pa da bi se kdo odjavil z mailing liste, ne, pa te stvari. To je strah pred zavrnitvijo, ne, v bistvu tukaj deluje, ne. Tako da je treba tudi s tem malo upraviti in si reči, glejte, vsem nikoli ne bomo všeč in tudi prav je tako, ne, ker če bomo vsem všeč, se bomo izgubili v povprečnosti. Če pa nekomu nismo všeč, ne, da nas nekdo tudi skencla, pa pomeni, da smo drugačni, ne, kar je boljše, kot biti vsem všeč, verjemite, ne. Tako da je treba tudi na ta psihološki moment se malo ukrepiti, ne, malo to psihološko držo ukrepiti v smislu, leta, ne, to tako pač je. Jaz vam to povem iz prve roke, sem organizirala 101 kongres, ne, tako rekoč, ne, in smo vedno ocenjevali predavatelje.
In so tisti najbolj drugačni, a veste, kako smo jih najdli, tudi če jih ne bi poslušali. Tako da v bistvu so imeli zelo zanimivo ocene, ali so imeli 1 ali pa so imeli 5, srednjih ocen sploh ni bilo, tako da, a veste, v tem kontekstu. Tako da, ampak to pomeni drugačnost in so bili, danes pa iščemo take, a je tako, drugačne ljudi iščemo, povprečje imamo že vsi polno glavo dovolj, tako da skušamo malo to premagati, ta strah pred zavrnitvijo. Druga stvar pa je, da ko v bistvu spominjate v bistvu njih na to, zakaj jih je dobro spominjati, dajte vključiti zgodbe. Ljudje imajo ful radi avtentične osebne zgodbe, to, kar se je vam zgodilo. Ne neka poflana, ki se ga zmislite, ampak kar se je vam dejansko zgodilo, sebe dajte v to zgodbo. Tako da oni se pogovarjajo z vami, ne z vašim poslom, razumete? Ja? Tako da želijo vas začutiti v besedah, tudi če niste na ekranu, ampak vas hočejo začutiti. Ta storytelling je tak in tako, veste, da so zelo popularen, ja? Ampak predvsem avtentičnost. Ja? Na svoj način, ja. Ja, hvala Danila za odgovor, krasen odgovor. Jaz bi imela tudi v bistvu tukaj predvsem to mantro, ki smo jo pa prej omenili, to si ti zelo lepo povedala, odgovor, se pravi odgovornost, to je moja mantra, drugače Matija, če te zanima, oziroma tudi vsi ostali, na moja mantra zjutraj, odgovornost, in jo jemljem zelo z vidika tudi sama promocija oziroma tega, kaj lahko naredim. Ker če razmišljam o tem, komu bom jaz danes sebe pokazala, potem je to, mislim, tukaj že je konc, ni to fajn, ves fokus je potem na nas, moramo biti popolni, super, krasni in fajn in ne vem kaj. Če pa predstavimo ta fokus na drugega, na v bistvu tistega, ki išče odgovor, tistega, ki ima vprašanje. To pomeni, nekdo tam zunaj zdaj ima vprašanje. Recimo Matija ima določeno vprašanje. In če jaz ne bi danes naredila, pa organizirala, pa Danilo povabila, pa če Danila ne bi si vzela čas 2 uri, da pride sem, da odgovarja na vprašanje, se pogovarjamo, potem Matija danes ne bi dobil odgovora na svoje vprašanje. In tukaj je v bistvu moja odgovornost, jaz tako jemljem to mantro, kot neka odgovornost, da pač grem in naredim. Ali pošljem nek mail ali karkoli. Zdaj, ja, možno seveda je, da nekomu to ne bo všeč, pa se ne bo prijavil. Ali pa se bo prijavil, pa bo videl, da mu ni všeč, pa se bo odjavil. Kaj se bo vse dogajalo, Ampak važno je samo, da samo eni pomaga. To je pa meni zelo pomemben, ker v bistvu, če hočeš neko maso sledilcev, pa to ti bo vsak influencer povedal, da je že takoj obsojeno na propad. Da ni dobra miselnost, da želiš pravzaprav sledilce. Ker tudi voditeljstvo, tukaj ti verjetno imaš več izkušenj, kaj jaz Danila, ampak recimo Simon Sinek to veliko poudarja. Vodja je tisti, ki je zadnji, torej vodja je tisti, ki od odzadaj poriva druge, da grejo naprej. Mogoče Matija, ti se ukvarja z nepremičninami, predstavljaj si, kaj če nekdo res išče ravno stanovanje nekje v centru Ljubljane in ni še našel ta pravega stanovanja in zdaj mu v inbox prileti tvoj mail s 3 opcijami. Ja. In če ti ne bi naredil če ti ne bi naredil tega koraka, si pustil človeka na suhem, nisi odgovoren do družbe. Točno to, sem ga na nek način zajel, ker mu nisem pomagal. Podstavil si mu hrbet, To, kar si pač skromen, ker si po slovensko skromen, kar je Danila lepo povedala. Pač kar je pa drugače, oni to razumejo, ker humble pomeni enakovreden še vedno. Pri nas pa skromen pomeni manjši kot. Ja, tako razumemo drugače, tako da, ja. Mislim, da je predvsem ta skromnost pri meni, mogoče bolj kot strah napak, se mi zdi, vsaj tako glede na moja vedenje iz preteklosti, mislim, da predvsem ta skromnost bo zame močno držana. Tako da bom... To pa, se pravi, zdaj smo prišli do tega, kdo pa misliš, da si slovenskega pregovora, A veš, in pač samo to je dovolj, in samo bodi, ne rabiš biti velik, ne majhen, ne suh, ne debu, se pravi, ne rabiš noben ne rabi. Vsi smo unikatni. Ampak samo bodi. In to je vse, kar moramo pravzaprav posvojiti. Tako da, in
ne biti manjši, kot si v resnici, ne rabiš biti tudi večji, kot si v resnici. Super, hvala obema. Krasno. Ja, recimo moja mantra, Matija, da še jaz odgovorim, no, že nekako upeta v nek moj slogan, ne, povezujem talente in strasti, ne, s tem, da želim razložiti, ne, dejansko, kaj dejansko mislim pod strasti, ne, da ne bi napačno razumeli. Talente verjamem, ne, zato, ker vem, da dejansko v bistvu ima vsak svoj talent, ja, če ga le želi odkriti, ga bo tudi odkril, ne. Strast pa pomeni v bistvu, mogoče, ne vem, kako jo vi razumete, ampak v strasti se skrivata dve stvari, ne, tako ljubezen kot trpljenje, ne. Ni v bistvu, ne, napredka brez trpljenja, tako da to je beseda strast, da ne bo kdo mislil kaj drugega, ne, ko mogoče na prvo žogo pomislimo, da, ampak izvorno beseda strast pomeni ljubezen plus trpljenje, ne. Ni enega brez drugega, ne. To je to. To je tudi mantra miselnosti rasti, ne. Ni napredka brez truda, ne, bi lahko rekli, ja. Ja. Ne, pa to pa, Daniela, good point, ne. Se pravi, če si v razvojni miselnosti, ne, trpiš, da ne bo kdo mislil, zdaj po koncu te debate, da Krasno trpiš. Ne, ful vam bo slabš, ful je v bistvu lušten biti. Edina tolažilna je ta, da ko enkrat prebrodiš, je potem za nazaj lažje dosež tisto zadevo. Jaz mislim, da je tako, no, da fiksno pravzaprav si vedno v sredini, ne, v povprečju, ne, pač, da, ko pa si v razvojni miselnosti, greš pa bodisi v tisto ljubezen, ne, kjer ti nekaj tako lepo uspe in si tako srečen, ali pa pač ti ne uspe, ne, in si tako fajn nesrečen, ne. En moj prijatelj je enkrat dobro rekel, da najlepša ljubezen je neuslišana ljubezen. To je tako lepo. Malo za hec. Nikoli ne mine, a ne? Malo za hec. Ja. Ko španska nadaljevanka pol. On je to zaradi tega rekel, ko prav, to takrat šele zaveš, ko je neuslišana, da res ljubiš, ne. Ker ne moreš si kaj, da ne bi, ne. Pač, ne vem, tako zanimivo je razlago, no, da to je tako lepo, ampak v bistvu trpel, ampak je občudoval sam, se pravi, ljubil je to, ne, in hkrati ljubiš in hkrati trpiš, ne, tako zanimivo, no, in ja, tole, če greš pač v bistvu po tej poti skozi, pač pravzaprav iskati napake, ne, pa zavrnitve, pa bolečino, pa kaj še se lahko, se pravi, da iščeš v bistvu vse, kje lahko padeš, ne. Kaj se lahko danes narediš, da boš jutri lahko naredil boljše. To je razvojni ne, a ni? Ja, biti boljši, vsak dan verjeti, da smo lahko boljši, ne, tako da tudi številni športniki to dokazujejo, ne. A veste, da so kakšni športniki, ki so res največ dosegli, ne, tako rekoč začeli z nule, ne, ali pa pod nulo, no, v bistvu, ne, z nikakršnimi talenti, bolni recimo, ne, ali pa tudi ne samo športniki, tudi recimo verjetno za Teslo tudi veste, da je bil na smrt bolan kot otrok, ne, imel štipendijo za revne, ne, vse neverjetne stvari, ne, so se mu dogajale, ki bi rekli, ne, z tega pa, ne, tole pa ne bo, ne, nič, ampak ja, ne, v bistvu je posvetil svoje življenje, ne, temu, da bo vsak dan boljši, ne. Zelo zanimive zgodbe, ne. Najuspešnejši ljudje so pravzaprav šli skozi največje trpljenje, ne, bi lahko rekli na nek način. Ja, saj tudi uspeh, ne, pač je pravzaprav, ne, tisti, kakor pravijo, ne, uspeh čez noč je čez 10 let, kako se že reče, se pravi, doživel sem svoj uspeh čez noč, ko sem ga 10 let gradil, ne. Ja, tako, ja. A ima še kdo kakšno vprašanje? Jaz sem prej Tomaža videla, je nekaj zapisal zanimivega v chat, ne vem, če je zdaj z nami. Ja, je rekel, da ima na besedico bi še nekaj, še en dodaten predlog ali pa več, še drugačen pogled, a ne, Tomaž? Tomaž je ves čas zraven, samo lažje poslušam, če imam izklopljen video, ne. Aha, ja, razumem. A boš pokomentiral? Ne, jaz mislim, da dve stvari, ne samo to bi ali pa bom, ne, ker dejstvo je, da v ljudnostnem jeziku, ne,
pomeni bom. Ne? In zato sem rekel, da imam še eno tako malo drugačno razmišljanje, ne? Ker pravzaprav, če ti nekaj rečeš, da boš, je to že 100% obveza in je lahko nekomu tudi v breme. Ne? Če pa rečeš bi, ne, je pa to puščaš odprto, da razume kot bom, ali pa da lahko odreagira, ne da bi pravzaprav iz tega lahko zrastel kakšen konflikt. Ne. To bi bila lahko cela posebej debata na to temo, ne. Ampak dejstvo je, da v določenih trenutkih bi se prav smešno slišali, ne, če bi kar recimo, če srečaš eno punco, pa rečeš, jaz bom pa tebe jutri v kino peljal, ne. Ne, recimo tam že jaz bi pa tebe v kino peljal. Mislim, to je taka zelo preprosta primerjava, ne, ampak sploh v političnem jeziku oziroma v diplomatskem jeziku beseda bom skoraj ne obstaja, ne. Bi pomeni bom, ne, pa tudi ne obstaja, ne, ker če diplomat reče, ni diplomat, ne. Da pa tudi težko reče, ne, ampak če reče, da je to skoraj kakor že da bi, ne. To je ena stvar, zdaj, da povem še ta drugo, ki mi je pa mogoče še dosti bolj pomembna, ne, to je tisto, kar si ti, Danijela, odprla, ne. Stvar naše miselnosti in teža, pravzaprav, ki jo s tem nosimo, je pa zavrnitev, ne. Jaz mislim, da bi bilo zelo fino, če bi se z zavrnitvijo več ukvarjali. Ni vsaka zavrnitev in velikokrat pravzaprav nečesa ne naredimo, zato ker se bojimo zavrnitve, ki pa to sploh ne bi bila, ne. In to v sebi, v svoji miselnosti, to presež, ne, da pravzaprav da je lahko zavrnitev, navidezna zavrnitev, včasih celo potrditev ali pa vzpodbuda, ne, ne pa da te nekaj ustavi v prvem trenutku, ne, in odstopiš, zato ker si pravzaprav občutljiv in ne znaš na tak prav način gledati na pojmovanje zavrnitve. Ja, Tomaž, hvala za ta point, ne. Jaz vedno rada rečem, ne, če te že zavrnejo, recimo zelo banalen primer, išče službo, pa te zavrnejo, ne. Se eni rečejo, ne bom več prošel pošiljal, ne vem kaj, skratka, marsikaj se lahko zgodi, ne. Lahko eni si pa rečejo, za vogalom jutri me čaka še boljša služba, zato sem bil danes zavrnen. In velikokrat je res to, veste, ne morete verjeti, vas čaka nova in boljša priložnost, zato ste bili tokrat zavrnjeni, recimo, ne. Zdaj v tem primeru govorim. Tako da se zelo strinjam s tabo, Tomaž, podpiram, ne, to, da zavrnitev bi mogli drugače razumeti, ne, na več možnih opcij za zavrnitev, ne. Mi pa najprej pomislimo na najslabšo, ne marajo me, ne. Tako da, ja, res je. Tukaj perspektiva je zelo pomembna, ne. Jaz vedno pravim, da v bistvu zavrneš samega sebe. Ja. Ne, zavrnete ni noben. Ker tudi, če nekdo reče ne, recimo, imaš vedno možnost vprašati, zakaj ne, oziroma še boljše vprašanje pa je, kdaj ja, ne. Se pravi, kaj bi se moglo zgoditi, da bi bil ja. Ne, se pravi, ne vem, tako mi je rekel en uspešen poslovnež z Amerike in Slovenc, je rekel, ko sem štartala svoje podjetje 10 let nazaj, pa je rekel, nikoli ne vprašati, se pravi, vedno vprašaj, ko ti rečejo ne, vedno vprašaj, zakaj ne, oziroma kdaj ja. In sem ga bolj malo spraševala, kaj je gor dol, kaj si s tem mislil. Rekel, zato, ker boš vedela, kaj ti manjka, kaj moraš še razviti, kaj je še treba dodati, ne. Kaj je tisto, kar v bistvu je bilo odločujoče, ne. In enako, če se recimo prijaviš za službo, je dobro dvigniti, pa da nisi dobil te službe, je dobro dvigniti v telefon, pa vprašati za povratno informacijo, ne, kaj konkretno, pa, ne vem, so bili razlogi, oziroma lahko ti pol povejo, ne, ja, zbrali smo enega kandidata, ki je imel, ne vem, recimo, vozniški izpit za kamion, ne, ker nam je to zelo pomembno, ne. In zdaj lahko se odločiš, da greš delati ta vozniški izpit, ker vidiš, da je to ena od pomembnih kategorij, ne. Tako da, če ne pridobivaš teh informacij, pa začneš v bistvu v svoji glavi noter tuhtati, ne, pač kako se to dotika tebe kot osebnosti, kaj, mislim, na tisti način iskanje krivca, ne, pa vzrokov, ne, namesto da iščeš opcije, ne. In zato je zelo pomembno, no, da v bistvu sploh zavrnitev ne gledamo kot tako, ne. Bomo imeli, in to sva z Danijelo odprle, a ne, Danijela,
da bo treba, tukaj vam napišem sindrom zavrnitve, novica zdaj listka, ampak moj naredi to, ali kako si rekla, da moram biti, zapomni si, ne, listek. Zapomni si, ja. Čas je za tvoj glas dogodek, evo, v prihajajočih mesecih, da bomo prav na to temo govorili, tako da. Ja, v tem bo pa pravzaprav Meta spregovorila, ne, na coaching konferenci o sindromu vsiljivca, ne, tako rekoč, pa tudi, ki pomeni tudi na nek način povezano s sindromom zavrnitve. Tako da vas lepo vabim, da mogoče si ogledate tudi programa, ne, pa mogoče bo ga zanimalo, pa lahko tudi dejansko se nam pridruži. Tako da tudi tukaj smo recimo lani odprli zelo zanimivo debato glede v bistvu problem talka pa solution talka, to o čemer smo tudi prej govorili. In dejansko se res krepimo. Tako da, Meta, boš ti poslala link ali jaz pošljem? Delila link tukaj v chat, bom pa tudi vse linke, ki sem jih danes delila v chat, pa še kakšnega v bistvu delila z vami. Zdaj za konec bi jaz v bistvu sam še vsem pokazala te aksiome, ki sem jih povedala. Tako da še 10 minut imamo, potem pa s tem v bistvu zaključimo. Tako da šeram zdaj še ta del. Vidite, vsi dvignite roko, če vidite. Tole je pozitivna psihologija za boljše življenje ustvarila. Jaz sem to dobila od Blanke Tacer, od njihov mailing, ki je tudi Matija, moram reči, precej pogost, ampak mi je bil krajsen. Prav tisti dan, tole sem videla plakat, takoj sem si ga sprintala in obesila tamle na mizo. Sem si ga dala zato, da ga ves čas gledam, da vidim, namesto tako razmišljate takole, ne. Tako da 5 aksiomov je, pa dajmo jih kar prebrati, bom kar prebrala. Torej, na nekem področju sem nadarjen ali pa nisem. Jaz vem zase, lahko rečem, da sem razmišljala, ko sem bila mlajša, sigurno tako. V čemerkoli lahko postanem boljši, če vložim dovolj truda. To je moja miselnost zdaj za socialna omrežja in Facebook vprašanje. Pustimo to. Namesto tako, napaka je dokaz, da nisem dovolj uspešen. Joj, Bog, še zmeraj tako razmišljam. Ampak dostikrat si misliš tako, da boš mogel biti popoln, ne. Ampak ves čas so napake, vsak dan so napake, agilno življenje, agilno poslovanje, agilno vse. Ko naredim napako, se učim. To je agile mindset, torej nekaj se zgodi, tole ne deluje, ne. Tako da, in v bistvu je naša služba, naše delo vsak dan je, da iščemo, kaj ne deluje in to odpravljamo, te napake, ne. Zato smo tukaj, ker če bo vse polno delovalo, nas noben ne brabo. Pa imamo tako, moja uspešnost določajo moje sposobnosti. Kar težka, ne, Daniela? Mislim, meni je ta težka, moja uspešnost določa moje sposobnosti, ne. Moja uspešnost določa vložen trud in odnos do problema. Res je, ja. To je v bistvu mogoče najbolj tough, aksiom, ampak je pa tudi najbolj pomemben. Ker je toliko noter, veš, ker recimo sposobnosti, ne, vse smo rekli, da so talenti, pa sposobnosti so, ampak kako zdaj niso pomembni, veš, včasih so pomembni, včasih niso pomembni, ta je kar tak težek, ni, no? Tako, Je, v bistvu, vendarle pa včasih odnos pove več, kot pa zgolj to, kaj si mi mislimo, da vemo o tem. Pa tudi dejansko si že sami veste, dlje ko se poglabljate v določen problem, več truda, ko vanj vložite, bolj postane rešljiv. To smo vsi spoznali pri matematiki. Če niste matematike delali, sproti se malo truda vlagali, niste o algebri vedeli nič, potem več naprej. Tako da, naravno, je treba. Prosti. Tako da tudi, če ste naravni matematični talent, s časoma bi izgubili nit v matematiki, če ne bi čisto nič delali. Tako da, matematika je krasna mišica za krepitev možganov namreč. To je možganska telovadba. Telovadba, ja. In ta, častitljiva. Priporočam vam lepši odnos do problema. To tukaj noter pride. Tvoj uspeh me ogroža. Joj, tipična slovenska zavist. Tvoj uspeh me navdihuje. In tukaj si dobro rekla, oče ti je pokazal, kako se prvi spis napiše, potem si ga pa sama. Modelirajte z uspešnih ljudi, vprašajte, kaj si naredil, kako si to naredil, kako si do tega prišel, zato da lahko vemo, a ni tako? Tvoj uspeh me navdihuje, ful pomemben aksiom. Ne maram novih izzivov.
No, to smo pa zdaj že vsi prišli do tega, da smo vsi tukaj, ki maramo nove izzive. Skozi izzive postajam boljša verzija samega sebe. Ja. Mogoče še tale, ko si rekla, tvoj uspeh me navdihuje. Od tvojih uspehov se lahko tudi kaj naučim, tudi to bi lahko zraven v bistvu dodali. Če je nekdo uspešen, se ga splača posnemati v končni fazi v nečem, pa ne uspehov. Torej, uspeh moramo na vsak način privoščiti. In tukaj smo Slovenci tudi malo specifični, imamo tu take čudne pregovore, naj sosedo krava crkne, se to poznate, to je čista, v bistvu fiksna miselnost, celo gradi marketing na fiksni miselnosti, si predstavljate, v bistvu poguba za v bistvu miselnost kot kolektivno zavest. Medtem ko Švedi pa rečejo, jaz sem pa vesel, da si ti uspešen, ker si želim živeti v družbi uspešnih ljudi. A veste, kako je to razlika, tako kako si rečejo, tudi kulturno pogojeno. Ja. In tudi v bistvu ta sobivanje je, jaz mislim, da je tudi velik del, zakaj mislim, tako, Slovenci so ali jaz ali pa ti, nikoli ni dovolj prostora za oba. Ja, ne še, To si pa lepo zdaj naredili, zaključno misel, se mi zdi, Dober, ja. Krasna debata, meni je bilo zelo všeč, upam, da je bilo tudi vam vsem zelo všeč, da ste se kaj res tazga novega naučili. Daniela, povabim te še na eno zaključno misel, oziroma bom kar vse povabila, da ne pozabim, jaz sem tudi še, dajmo tako, Daniela, ti povej zaključno misel, jaz pa ta čas naštimam Mentimeter, da bomo vsi, ki smo še zdaj tukaj, 3 besede zapisali v ta Mentimeter in zaključili današnji pogovor z njimi. Tako da, Daniela, prosim, jaz pa grem v IT podporo. Jaz bi samo to mogoče dejala, da v bistvu prvič, misli postanejo vaša usoda, to veste, s tem, kar razmišljate, si ustvarite svojo prihodnost. Zdaj, na eni strani je fino vedeti, da nas fiksna miselnost vodi iz strahu pred neuspehom praktično. Medtem ko v bistvu miselnost rasti ali pa razvojna miselnost nam pa daje upanje, da si lahko z učenjem res ustvarimo boljšo prihodnost in si jo dejansko tudi soustvarjamo. Tako da, a veste, nič boljše vam ne bo, če boste razmišljali o neuspehih, lahko vam je pa zelo, zelo boljše, če razmišljate o prihodnosti in uspešni prihodnosti, seveda. Tako da ne morete zgrešiti, z enim. Lahko zgrešite samo, če ostanete v fiksnem umu. Tako da pojdite naprej, dajte si duška in sprostite svoj v smislu, da ste odprti za vse, kar se dogaja okrog vas. Ko to enkrat dosežete, se vam neverjetno lepe stvari začnejo dogajati. V Zenu pravijo, da vse, kar oddajaš od sebe, tudi misli seveda najprej, se ti vrne. Ne takoj, lahko malo kasneje, pa lahko vse, kakor se ti pa vrne. Tako da, okej. Ja, hvala, to je ful lepo si povedala. In upam, da tole sploh dela, kar se me zdaj nastavlja, ker sem moral reči prvič, da ta Mentimeter začela klopati, ampak ne še, Torej, ali koda je, gremo probati, moramo iti na www.menti.com, Ne vem, zakaj tam ne piše voting is closed, to mi ni čez dober jasen. Tako da to... Zdaj napišemo noter tukaj. 7-9-5. Ja, veš, to je zate, ker si v bistvu že verjetno sprobala. Kaj moram narediti? Ne, pravim, da v bistvu zate je close voting, verjetno. Okej. Bomo videli, bomo videli. Lej, pa piše, this question is not open for voting. No, bravo, Meta. Čakaj. Ker drugače bomo pa kar v chat napisali. Res, ja. Nekaj se ti je zaklenilo, zgledam. Ne vem, kje naj odklenem in sem zdaj tukaj nekaj piše en shortcut ali kaj. My presentations. Čakaj, bom probala še enkrat. Tole imam. Ne. Pa dajmo kar v chat, tako da...
Ne. Keyboard shortcut, kar nekaj tukaj je. Ok, ja. A veš, skole nekaj sprobaš, pa tebi dela, ne? Tako da meni dela, ne? Ja. Ok, pa dajmo kar v chat, da ne bomo zdaj tukaj doktorirala na Mentimetru, pa bomo kdaj drugič še enkrat probali, tako da kar povabim v bistvu v chat, da zapišemo, pa mogoče kar še enkrat s prsti in to, z mojo igrico. Ja, torej, 3 ključne besede, ne, mantre, 3 ključne besede, ki bodo določale vaš prihodnji jaz, kaj je tisto, kar boste odnesli v današnje debate, o tej miselnosti, mogoče kakšne besede, ki ste jih danes slišali, mogoče kakšna, ki vam je padla v zdaj v teh 2 urah. 3 besede. In ko boste že, jaz moram držati. Aha, ja, Lidija. Lidija, tako joj. Ok, napadajmo. Saj hecno, veš, pol ne vemo, kaj se bo dogajalo, ne, tako ni. Želim, ne, moram, ok, dobro. Napadajmo, stisnem cent, gremo. Top! Mila, bravo. Prihodnost ustvarjam sama, super, Matija, cenjen, prijazen govorec, evo, bravo. Želim, bom, raziskujem, krasno. Antizavrnitev, bikini pogoj, ampak ok, dobro. Imamo še koga, ki je na tipku, kaj jaz nisem nažadala. Jaz sem svojo odgovornost, evo, to je moja beseda ena. Res, da se v bistvu vsak dan zjutraj z njo zbudim. Tako da to je to. Ja, super, evo, meni je bilo zelo všeč, pa da vam je bilo fajn, da ste se kaj res zanimivega boste danes naučili, tako da hvala lepa, Daniela, za te krasne razlage različnih miselnosti, pa tudi se mi zdi, da smo se tudi več pogovarjali prav v kontekstu, delovanja znotraj njih, tako da res ti ful lepa hvala, da ste si vzeli čas. In pa hvala vsem vam, da ste prišli. To je bil moj prvi dogodek, Čas za tvoj glas, in bodo še, torej planirani pa so vsak prvi petek v mesecu, tako da imam že kar nekaj gostov zdaj naprej napovedanih. Naslednja 2 dogodka sta že dogovorjena. Prvi bo, kako izbrati svojo spletno platformo, tako da to, pa drugi bo pa na temo prodaje. Tako da tudi tukaj mogoče bo kaj o zavrnitvah možno slišati. Ja, hvala, ker ste prišli, pa lepo se imejte.